vedno smo se skregali, ne vem, pred derbijem z Mariborom. Ono, uprava, ne vem bilo kdo, ki tak so se menjavali vmes, pa pač jaz za ekipo. Zakaj morate to en dan pred tekmo delati? Ali pa včasih tudi na dan tekme. Jaz bi se zdaj mogel fokusirati na tekmo, igram čez, ne vem, 5 ur z Mariborom, jaz se moram pa tu s tem obadati, pa cel nervozen, pa to. To so tam v Ameriki, so ful prakticirali. Mislim, da ima več kot pol ekip, ima vedno travo. Je kaj pa NFL-a, ni to nosili? A je to gori? Ja, glih za NFL govorim. V quarterbacku je zdaj na prvi tekmi sezone, pa Hillova počne. Lahko konjska. Ja, sem videl, ja. Ja, nač? 3 rdeče, 1, 2, 3. Ja. A si kdaj štartu v 3 rdeče? Ok, zdaj, tako je v bistvu. Vsake toliko cajta se kdo od nas dobi, rečemo temu, jokerja, da nekoga povabi v podcast, ki mu je tako, ki mu sede, ne? In nazadnje sem jaz tega jokerja izkoristil, da sem v bistvu pripeljal mojega dobrega frenda Sanija sem v podcast, veš. In je bilo čisto fajn, ne, Ciril? Ja. Tako smo udarali eno tako zanimivo debato, malo bolj športno, ne? Meni se zdi, da obstajajo gostje, ki jih ljudje pričakujejo, pa obstajajo tudi gostje, ali pa obstajate, ki jih ne. Ampak se mi zdi, da sva takrat jaz pa ti, pa včasih tudi Jure še toliko bolj napaljen. Tako da, ja, se to. In zdaj, a veš, spet po tem ključu nekako, poleg tega, da sem itak dobil namige, ne, sem nekako dobil feeling, čeprav te ne poznam za razliko od Sanja, ampak, a veš, glede na to, kakšne stvari nas zanimajo, kaj imamo skupnega, sem nekako zavohal, da bi se znal ujeti v tem podcastu. Ne. Tako da danes z nami... Vi ste vsi po duši, ste malo mlajši, ne? Pa se nekje najdemo. Kva nas je zdisnil prve. Stari, gubice se mi poznajo. Ja, Timi Max Jelšnik je prišel sem in iz prve nas je zdisnil, da smo stari. Dobar dan. Dobar dan, hvala za povabilo. Še preden tale udar tisto njegovo znamenito, pejmo zdaj nazaj, ne? Ti si čist na sveže zdaj prišel iz prve evropske tekme Olimpije, no? Ja. Daj malo povej, kako je bilo. Pa ne bom zdaj tipično tisto novinarsko vprašanje butnil, kakšni so občutki? Lahko ti prvo povem, da smo šli z letalom s propelerjem. To je dobro, ker nižji letiš, boljši vidiš. Ja, pa ful dlje časa signalov telefona ostane, če daš na flight mode. To ne vem, jaz sem imel na flight mode. Zvečer, ko smo nazaj leteli, ker mi smo imeli ful zgodaj tekmo, ne, ob 4:30 že, so se vsi pritoževali, tudi ni bilo toliko ljudi zaradi tega. Francija, ne? Ja, ne vem zakaj, mi smo v bistvu tudi, oni imajo zdaj tam svetovno prvenstvo v rugbiju in zaradi tega smo mi edini v sredo igrali, ko bi mogli v četrtek to konferenčno ligo, v glavnem neki zurniki so ful spreminjali in smo imeli najbolj hitro tekmo, no, in ja, smo že potem v bistvu ob 8:30 leteli nazaj in ko smo šli preko Münchna, je bila pa tekma tam Bayern München, Manchester United in to stadion je bil cel Allianz Arena osvetljena in smo v bistvu, ja, tako bi se rekel, bolj nizko smo leteli in se je videlo. Ja, drugače pa lepo doživetje, ne, prva olimpijna tekma v Evropi, v evropskih tekmovanjih, rezultatsko žal pač se ni šlo, moramo biti realni, ni bila naša najboljša tekma, Ampak igralsko niste bili daleč, ni bilo take razlike, ne? Mi smo delali svoje napake, pa jim poklonili 2 gola v bistvu, en penal, malo brez veze storjen, ko bi igralec v bistvu šel ven z igrišča, pa verjetno ga nam sodnik tudi ne bi piskal, veš, oni pa vseeno imajo nek renome, ti si palček v Evropi in se nam že letos skozi to ponavlja, isto proti Galatasaraju, ko je en turški velikan, ta gol v Stožicah, ko smo ga dali, je hitro piskal faul, veš, in te stvari se malo ponavljajo, ne, ker vseeno oni igravci so tako malo zvezde in malo pade, hitro piska faul, medtem ko tebi te mora res orank nekdo zdrvariti, pa ti pol komi piskajo faul, ne. Ampak ja, stadion top, tudi trava, glede na to, so 3 dni nazaj rugby gor igrali, je igrišče je bilo v nulo, oni vzdrževalci nam tam se upravičujejo, ne, ja, res ni v dobrem stanju, mi gledamo, pridite v Ljubljano pogledati, boste videli, mi nijemo dvenga rugbija, pa je niva trenutno. Ja, malo smo imeli tudi s hoteli probleme, ker glih zaradi tega svetovnega prvenstva je v bistvu vse zabukirano in to ljudje že par mesecev naprej, ne. Ti pa zdaj rabiš hotel, kjer lahko daš 40 ljudi naenkrat, ni za to za 2-3 osebe, ne. Kako pa to sploh gledam? Mislim, tako, a v Olimpiji je dejansko nekdo, ki organizira te stvari, ali se za tako stvar agencijo najame pa pol rešuje zadevo? Zdaj,
objektivno gledano je premalo ljudi v samem klubu zaposlenih, niso niti pač bili pripravljeni mogoče na take uspehe, pa vse te stvari, ki potem pridejo od zadaj, ne. Ampak se sproti učijo, ne, in mogoče tudi kdo dela več stvari, ni sam tista njegova primarna funkcija, ki jo opravlja. So pa za ta gostovanja, mislim, da pred kratkim potem tudi neke agencije začeli vključevati, da ti oni vse v bistvu bukirajo, pripravijo, da gre nekdo tudi dan prej, pogleda hotel, že delajo vse te check-ine, da ne zgubljaš časa, ne, na samih letališčih. Još nogometno ekipo nekam spraviti, to ni mala stvar. Ampak še vedno smo pa svetlobna leta za ostalimi. Ne. Ja, kaj še kakšno NFL ekipo spraviti iz enega gostovanja na drugega. Stari kot ljudi. Recimo, lahko ti povem zanimivost, en kolega pač dela za en NBA klub, ne, sicer kot scout, ampak kako to zgleda, ne. Oni imajo dejansko svojo turistično agencijo pod narekovaj, ne. A veš, on pove, kam bi rad šel in v bistvu mu oni vse bukirajo to s tem letom, najbolj optimalno opcijo poiščejo. No, poleg tega, da operirajo itak za logistiko ekipe in tako naprej. To je taka logistika. A lahko en intermezzo, ki si zdaj govorimo... Pa jaz skočim po svojo beležko, ki sem jo pozabil. En intermezzo, ene par let nazaj se mi zdi, da ali ni ESPN-u, ali bi to 30 for 30, ki je bila ena serija zanimivih posnetkov, sicer ob 30-letnici ESPN-a, to je že po moje 10 let nazaj, ampak je govoril o paru, mislim, da sta bila mož pa žena, ki sta, zdaj si bom zmislil, 30 let delala doma na roke urnik za vse poti NBA ekip. Kva? Ja, to je bila... Kaj v prostem času? Mislim, ne vem, ampak fora je bila, da NBA liga je bila že uspešna liga globalno, ampak njihove poti sta pa tako en par, je imel to naštudiran in niso hoteli tega spremeniti. Zdaj valjda dela najbrž to že umetna inteligenca, jaz ne vem, ampak veš, ogromno enih stvari moraš upoštevati, ko imaš 30 ekip, pa imaš deljeno po konferencah, upoštevati moraš praznike, upoštevati moraš urnike ekip, ki so bile prejšnje leto najboljše, da veš, kdo bo za Božič igral, kdo bo odprl sezono. Stari, to je njihov sudoku, veš? To je njihov sudoku in to mora biti zakompliciran, če imaš ti toliko ekip. Mislim, mora biti zakompliciran že za voditi en običajen nogometni klub. Američani so itak pičeni na statistiko. Sam je pa tam lažje vseeno, veš, ko oni ne igrajo z vsakim isto število in povem to lahko malo zamižiš, pa da se poklopi. Medtem ko v fuzbalu moraš vsak za vsakim dvakrat igrati, recimo v Premier Ligi. Ne? In isto tam hočejo tako neke derbi vikende delati, da so te večje tekme na isti dan, pa to in po mojem tam lahko prije malo do komplikacij, ker ti polk, da na koncu pride, ta da še pa nista, ne? Pa da smo že to. Ne? Tle po moje AI lahko skoči, ne? Po mojem, ja. Trenutno, ja. Po mojem bilo najlažje. Predtem pa zihar ne. Ja. Ta podcast se razvija točno v to smer, kakor sem si jaz predstavljal, da od začetka gremo bluziti vse teme, ki nas zanimajo. Ampak ajde, dej ti, vem, kaj boš vprašal. Prej sva ugotovila že, da so bila praktično soseda nekaj časa. Ti si iz Letaliča, jaz pa sem bil dolg časa v Miklavžu, to je 2-3 vasi vmes. Daj pa na začetek, pa da ne rečem tvoji prvi spomini na fuzbal. Bolj me zanima tvoji prvi spomini mogoče na šport. Ker si prej tudi rekel, da si vse živo treniral, kar je pa običajno pravijo fajn, da razviješ še neke druge motorične sposobnosti, ki ti lahko na koncu v finalni fazi pridejo prav. Ne. Tle vedno pomislim na Hakima Olajuwona, ker je rekel, da mu je footwork vedno prav prišel pri basketu, ker je predtem treniral nogomet. Kako je bilo pa pri tebi? Pri meni se je začelo vse s fuzbalom, izgleda bo tudi se končalo. Ampak delno tudi zaradi tega, ker mi je Boter igral profesionalno nogomet. Pa tako, v tistem obdobju tudi se mi zdi, da slovenska reprezentanca se uvršča na svetovno prvenstvo 98-letnik in je bila to neka zlata generacija in mislim, da vedno tako, ko v nekem športu Slovenci dosežejo nek vrh, tako, ko zdaj gremo vsi kolesariti. Jaz mislim, da bo zdaj ful mladih nadobudnih kolesarjev zaradi Pogačarja pa Rogliča, Mohoriča. Čimovič dal gol, se jih je vpisal, veš koliko fuzbal. Jaz sem tako glas zgubil, še zdaj spavnem kot včeraj. Vsi v avto, na letališče. Verjamem, da je bila norišnica takrat. Jaz sem ful hitro shodil, mislim, da pri 7 mestih pa neki in
pred prvim letom sem že prvi luster babici razbil, ker ali bogli za prvo leto, da sem dobil kao za rojsten dan darilo od kolega od fotra, ki še me danes ful rad spremlja, pa tako potiho navija za mene, ker je drugače ful navijač Maribora, ne. Ampak smo družinski kolegi in hoče meni vse dobro. On mi je v glavnem prvo žogo kupil in pol je bila to šutka, pa v luster, pa smo hitro razbili ta luster, smo prebili led. Sem pa levičar postal tako, da začetkom sem se vedno podal žogo, ne, in on je desničar in jaz kot otrok nisem vedel, da je to diagonala. Jaz sem zrcalno mu potem po tej strani nazaj podajal, ne, pa mi je on govoril, dej z drugo. In mi je leva se naučila pač boljš kot desna. Ker drugače vse ostalo imam desno stran dominantno. Vse to sem hotel vprašati, kaj pa ostalo je pa desno? Ja, ostalo je pa vse desno. Ja. Pa tudi tako desno se mi zdi, da imam mogoče malo boljšo kot pa recimo desničari levo, ne. Ampak mogoče to, ker je pač prirojeno vseeno bila dominantna, sam je pol leva toliko bolj bila naučena, ker sem posnemal očeta, ne. Kjera fora, Pa strica Botra smo hodili gledati v Kidričevo, za Aluminij je igral, ker mama od tam prihaja, smo skozi bili na nogometnih tekmah. In glih v mojem letniku, Zlatoliče, tudi je 700 ljudi, ne, se nas je rodilo, ne vem, 7-8 fantov in pol so se starši zmenili, dajmo jih... Sin fuzbal. Ja, dajmo jih fuzbal, ne, pri 5-6 so ekipo z nas naredili in tam je pol se vse začelo. A si že takrat izstopil med temi 7-8? Ja, mislim, sam se itak ne spomnim tega, ampak sem pa bil kapetan, ne, že takrat, tako da nekaj je moglo biti, da so me zbrali za kapetana že takrat. Te večje razlike se pa pol malo kasneje začnejo delati. Pa se zgodi Aluminij, ali kaj? Ja, mislim, da pri U10 ali nekaj takega. Tam je bila takrat dilema v Maribor ali Aluminij. Vseeno je Kidričeva v bistvu 7-8 minut z avtom, je bilo zaradi službe staršem lažji. Tudi sam trening center ima Aluminij enega boljših v Sloveniji, če ne najboljšega. V tistem cajtu je tudi Valencia hodila na priprave, pa top klubi iz Anglije. Maribor je pa po drugi strani imel res vedno vrhunske uspehe, v Evropi so igrali in nekako iz njihove nogometne šole doben mladi ni splavil, ne, in smo takrat razmišljali, se sploh splača iti v Maribor, či tako veš, da ne boš tam dobil priložnosti, medtem ko je Aluminij nekako veljal za to, za mlade, da dobro delajo, pa so tudi iz Maribora kakšne mlade devali tja na posojo in je bilo v bistvu več plusov za Aluminij, no, pa smo šli na koncu tja z bratom, smo oba šla tja trenirati. Mislim, da smo bili 6 let tam. Ja, vse, ker si rekel U10, ne, ker 6 let kasneje se že zgodi Anglija, ne? Ja. Kako je prišlo do te Anglije? Jaz mislim, da v vseh športih, teh ekipnih, pa to dan danes, moraš pač imeti nekoga za sabo, ki ti odpre vrata v tujino. Res je redko kdo bi bil zdaj tako dober, pa da bi res imel srečo, da ga nekdo opazi, pa da pol se sam v bistvu katapultira v tujino, ne. In ja, tam pri 16 let tudi začnejo s temi mladimi reprezentancami, sem igral v bistvu za vse selekcije in to je vedno bolj spremljano strani skautov. In ja, potem se začnejo agenti sukati okoli tebe, staršev, te hočejo vsi namamiti, da podpišeš z njimi, vsi so najboljši, ne, in ja, takrat smo se odločili za enega in smo naredili načrt, tudi jaz sem povedal želje, glede načina igre, pa to tudi, kje se najbolj vidiš, kam bi rad šel, ker zdaj, če en bi rad se bolj videl v Španiji, pol mu brez veze rihta klub, ne vem, v Angliji ali pa v Franciji, ne, ker je tudi nogomet čist drugačen. In meni je bila želja vedno iti v Anglijo in sem mu to tudi povedal. In ja, so oni začeli delati na tem, s kontakti tam z klubi, imamo enega mladega, perspektivnega, zdaj bo reprezentanca, pridite ga gledati, pač na to foro se to gre, ne. In smo eno leto tudi dodatno individualno trenirali, so mi v Mariboru zrihtali privat trenera Srdjana Prodanoviča in sem vedno pred šolo zjutraj šel ob 7 zjutraj tja. Imel eno urco pa pol trening, jaz sem bil športni razred na drugi gimnaziji, tako da nisem v bistvu nič dosti od pouka manjko, ker so tam 3 na teden smo imeli 2 uri, tako zjutraj športno vzgojo. In ja, sem se tako fizično tudi pripravljal na tujino, ne, da ne bi bil preveliki šok, ker vseeno v Sloveniji glede tega smo malo odzadi, pa ponavadi imajo fantje glih to največji problem, da ko pridejo v tujino, potem fizično niso dovolj močni, dorasli in jaz hvala Bogu tega nisem imel problema, no. In
Pol je bilo po novem letu, je ta en največjih tako turnirjev bil v Rusiji vsako leto, ta U19 reprezentanca vedno gre tja. In mislim, da smo mi bili tretji za Slovenijo, je to do takrat bil največji uspeh. Jaz sem v bistvu šel za 1 leto starejšimi in to pač v bistvu cel turnir so vse tekme na YouTube, tako da v bistvu lahko vsi vidijo. Ne. In sem res dobro tisto odigral in ja, po tistem so se tako javili klubi, mi bi kao fanta radi videli, naj pride na probo, na tretje in ja, mislim, da je bilo pol aprila, smo se odločili, da grem na probo v Anglijo, v ta klub. V bistvu bilo več klubov, ne. Vsi so bili boljši kot pa ta, kjer ga sem jaz izbral, tako gledano, rangirano, ne. Ampak smo se mi zavestno odločili, da gremo rajše v tega, ker ima top akademijo, lažji boš tam splavil, kot pa če bi zdaj šel v nekega Premier ligaša, kjer ima 100 otrok v vsaki selekciji, težko, da boš šel čez tam, ne. In smo se zavestno pač odločili, da gremo rajš tja, ne. Stopnjo nižji, ne. Ja. To so ful pomembne stvari v bistvu v tistem trenutku, no. Veš, vsak bi zagrabil največ pa tisto, kar ti dajo, ne. Recim, čeprav, če bi pa Barcelona rekla, prid k nam, ne. To je drugo. Ja. Veš, ker Barcelona vseeno ima tako ime, da tudi če tam ne splavaš, pač probaš, bilo kje druge bo tebe gledali kot otroka Barcelone in tako je drugače tretiran. Kaj si šolo omenil, pa si bil odličnjak? Bil sem odličnjak v osnovni šoli, v srednji šoli pa sem pol že dost manjko, no, ampak vse sem zgural, naredil maturo. Ja, pa res, da ena matematika, ki je imela mogoče najljubši predmet, pa v osnovni šoli so res bile same petke. Potem, ko se je to vse malo zakompliciralo v srednji šoli, pa več nisem bil tudi tako pri pouku, ni bilo več pol petk, ne, ampak ja, sem pa vse naredil brez problema, no. So pa mi tudi res oni dost pomagali, no, pa mi omogočili tudi profesori so si privat čas jemali, pa se usedli z mano, ko je bilo treba, tako da res vsaka jim čas, pa ne bom tega nikoli pozabil, no. Kar povej. Ne, zanima me malo bolj to, kako je bilo prešaltati okolje, a se ti je bilo ob tej menjavi okolja težko osredotočiti ali pa težje osredotočiti na igro, ali ti je to pomagalo? 16 leti. Ko si vržen nekam... Meni je bilo top, ne. Ja, mogoče tudi zaradi tega, ker smo se mi to zavestno odločili že v bistvu 1 leto prej, pa smo šli vse te dodatne treninge, pa pripravo. Ti pol veš, da te nekaj takega čaka, ne. Ni zdaj to čez noč, jaz pa nisem študiral, če bi šel, ne. Ampak sem se že jaz prej, tudi starši so se že verjetno imel čas v bistvu sprijazniti, da bo sin enkrat šel v tujino. Angleščina mi ni dala težav, sem tekoče govoril, ne. Malo sem imel sicer z naglasom pol tam težav v tej Angliji, ampak sem pol hitro to pobral, pa se navadil. Pa ne, mi se vedno zdelo, da za svoje leta sem tako bil zrel, pa samostojen in mi ni bilo enega straha, da mu to že z 16 leti. Jaz tudi prvič, ko sem šel tja na probo, sem šel čisto sam na avion, doben ni šel z mano, niti agent, niti starši. In pol sem tam pristal, me je nekdo iz kluba prišel iskat, pa sem 2 tedna ostal. Ja. A si imel, ali pa se ti zgodilo kakšno pozitivno presenečenje, ali pa nekaj, kar totalno nisi pričakoval v sklopu tega, kar se ti je zgodilo? Si rekel, tle pa to čisto drugače, si nisem mislil. Ko sem tja prišel, se ti v bistvu vse se mi je na glavo postavilo, ne, ker iz enega aluminija pa malega Kidričevega, ker imamo v bistvu eno malo hiško pa lesene slačilnice, sem pol prišel tja, kjer so imeli res tak trening center za sam vrh, ne, v Evropi. Po mojem bi bilo tudi, si predstavljam, da je podobno v enem NBA-ju, ne, bazeni za to tekalno stezo noter pa kamere, veš, da ko delaš poškodbe, to sem videl smisel. Zakaj jaz to rabim? Pa ja, ne. Fitness tak, da bi lahko 100 ljudi treniralo, ne. V aluminiju smo pa na podstrešju par teži imeli, ne. In ko sem tja prišel, sem bil wow, ne. Sploh si nisem tega predstavljal in sem si rekel, če bi to vedel, že prej bi bolj treniral, da bi že prej sem prišel. Ne. Prav motivacija je bilo. Ja, in pol sem bil še bolj zagnan, ne, tako da nisem dobil benga odpora ali pa neki, ampak samo ono, gledaj, zdaj imam vse tu na razpolago, zdaj moram to izkoristiti, da čim več iz tega potegnem. Ne. In tu imajo tudi tam domačini težave, zato ker oni pa v bistvu v tem klubu, če si ti od 8. leta, pač oni to vse jemljajo za samoumevno, ne. Sploh ne vejo, kako je na drugem nivoju, kako je drugje, ko tega ni. In
mislijo, da bo to vedno tukaj, ne? Ampak pol enkrat se pri njih zgodi reality check in ali morajo zamenjati sredino, ker enostavno vseh 20 iz generacije v takem klubu ne more igrati za člane, ne? In potem ponad vsi nehajo nogomet igrati, ne? Vsi fantje, ki pa smo prišli iz tujine tja, pa nekako zavestno greš s trebuhom za kruhom in pol tega doma nisi imel, to bolj ceniš in si bolj zagrižen, ne? Oni pa pač, jim je to normalno, ne? Po tem ključu mogoče tudi danes drugače gledaš na te fante, ki pridejo v Olimpijo? Ja, v Olimpiji je pa Maribor isto, no, predvidevam. Je pa z mladimi tako, ti si v bistvu star 16-17 let, dobivaš prve profesionalne pogodbe, treniraš z člani, to so tako neki zvezdniki v Sloveniji, kar se nogometa tiče, verjetno si v srednji šoli, pa med puncami si glavni, ne. In tudi ne cenijo tega, ne, pa ne znajo, veš, ko včasih, tako ko mi govorijo ti starejši, ne, ker jaz sicer nisem dal tega preskoka med člane v Sloveniji čez, ampak ja, 10-20 let nazaj, pač to so te člani pojedli, ko si ti prišel tja, ne. Danes je pa vse prijazno, pa jih moramo, veš, doben jih ne forsira, ni za nekega presinga, za dodatne treninge, ono tretje. Takrat si pa ti mogel sam sebe pregrizni, da si tudi pred starejšimi se pač dokazal, ne, da so te sprejeli pa to. In potem fantje stagnirajo, ne. Ker v Olimpiji pa v Mariboru, pa mogoče še v Celju ali pa kjer v teh klubih je vseeno za slovenske razmere top poskrbljeno, medtem ko v ostalih klubih pa ni, ne. In oni mislijo, da pa je verjetno to povsod, ne. In jaz vedno rečem, da je za fanta boljše, da gre članski nogomet igrati na posojo, tudi če je treba v drugo ligo, sam da nabiraš minute, ne pa da si zdaj ti to mladinsko šolo si dal čez, zdaj pa si na klopi malo za člani v Olimpiji. Ja, pa nosaš trenerko od Olimpije, pa si glavni, dobiš lepo plačo za ta leta in pa se izteče pogodba, v 3 letih si mogoče 2 tekmi zaigral za člane, ja, zdaj pa te ne rabimo, kaj boš pa zdaj, ne? In pol greš ti v en Aluminij recimo, pa po mojem te kar glava boli, kam sem jaz prišel, ne? In zdaj pa iz tistega maksimum, zdaj že prepozno si, ne mogo bi prej razmišljati, ne? Ampak ja, oni gledajo na to stopničko nazaj, ne? Da bi se šel na posojo nekam iz Olimpije, se mi ne splača, ne? Ja. Ampak ni to prav, ne? Po mojem mnenju. Zdaj gremo nazaj na časovnico, zdaj smo v Angliji, kaj se zgodi tam? Naredim izpit za avto tam. Na desni strani? Ja. Ročni menjalnik? Ročni menjalnik. Bravo, stari, to je pa dvojni izpit. Ja, res, to sem se namerno tudi odločil, no, da... A si popraskal kakšno levo feltno? Ne. Svaka čast. Jaz sem se tam učil, ne. Ta je pri 7 letih hodil, veš, kako je vodstvo. Motorika štima. Svaka čast. Veš, isto, ko je vam bilo, da ste se tu učili spet delati, tak je tam, ne. Ja. Ni bilo težavno. Pa ja, zavestno si nisem hotel vzeti avtomatika, ker pol nikoli ne bi znal. Zdaj pa sem pol ta avto imel 3-4 leta, pa ti ostane to, tako da zdaj bilo, kdaj grem v nek avto, ki treba menjati, mi ni problem. Tako da ja, to je bilo zanimivo. Pa tudi sistem sam za izpit, kako se tam dela, je čist drugače kot pa tukaj. Mene to zanima, kaj to pomeni? Ja. V bistvu teorije pa to še nič nisem naredil. Dobil sem se s tem gospodom, ki je kao inštruktor, pa kar na cesto. Ne? Pa tam tudi, ker je otok v bistvu prenaseljen, pa ni dovolj mest za avte, tam vsi parkirajo na cestah in pač to je dovoljeno. Ne? Sploh v teh manjših naseljih. Zdaj v mestih imaš pol te rumene črte, kjer ne smejo parkirati, ampak tako, če veš Miklavša pa Zatoliče, veš, ker hiške nimajo dovozov pa garaž, ni prostora, ne? In je potem na cesti vse parkirano. Zdaj jaz prvič v avto, leva stran in kar me davti že da vozim. Tem je parkiranje, že to te je strah, da tudi parkiranega lahko rukneš, ne. Ampak ja, pol sem z njim vozil, je šlo v redu, no, ni bilo težav. Tudi ko to folk reče, kaj pa rondoj, pa ti ta greš za tem, kaj pred tabo. Zdaj ne bom šel desno, jaz bom pa šel levo. Ne. Ja, dokler je promet je v redu, ne. Ja. Če pa 5 minut ni prometa, pa se znajdeš na nekem križišču, moraš pa prav razmišljati. Saj Saša, tudi na pisti je tako, ne. Če kdo hitrejši pred tabo voz, je 100-krat lažje hitro pelati, ker če si kar enkrat sam pa te prv, pa moraš biti te glaven za vse. Pol za teorijo, sem si potegnil neko aplikacijo dol in ima, ne vem, vseh 500-600 vprašanj, koliko jih je. Sem šel kar iz prve na blef vse čez odgovarjati, recimo, da jih 400 znaš, ne, 150 si imel narobe in pol sem teh 150 šel čez, kaj so pravilni odgovori.
pa si to 2-krat ponovil in pol sem vse v bistvu vedel. Ne. In pol sem šel teorijo pisati, pa je bilo top. Imajo tam isto nek video, ti spustijo in ti z miško stisneš, ko nek hazard, kao, zaznaš, ne, da bi nekaj lahko bilo. Da oni kao v bistvu tvoj reakcijski čas merijo in če zdaj ti ne bi opazil teh stvari, padeš izpit, oziroma ne moreš dobiti, ne. Veš, ko avto snema, ne, in pol žoga preleti in ti moraš hitro, ker lahko otrok na cesto skoči. Ja. Zdaj ne vem, če to je v Sloveniji, ampak... Ne, pri nas je še zmeraj klasika, pač narediš... Ta video mi je bil tako, pa se nasekiraš, sem videl vse, video. Vprašanja vem, ne, video, pa ne veš, kaj ti bojo dali, ne. Kaj pa... Pa živel sem pri družini. Če si mladoleten, ne, če si polnoleten, pač imaš opcijo, lahko reš sam. Jaz sem bil še takrat 16 in so me dali k eni družini, kar je, meni se zdi, da res top sistem. Ampak ta družina predvidevam, da se prijavi kot... Ja, klub da razpis, če ima pač pomankanje, ne. Zdaj, če nima, ima itak redne stranke. Te družine, ki dajo po 20 igralcev skozi, ne. Že delajo to po 10-15 let. In ja, pač ta družina je bila začetniška, v bistvu jaz sem bil prvi igralec njihov. Klub je dal razpis, iščemo vedno hočejo, da je ful bližini trening centra, ne, da za te mlade fante ni problem, kak priti na trening, da lahko gremo tudi peš. In jaz sem bil leto pa pol, koliko pri njih, imeli so 2 sinova, isto ba, tako, ne vem, 7-8 let mlajša od mene, fuzbalerja, divjake. Oče v tej družini je bil isto tako, še malo mlajši po duši, pa se je dosti družil z mano, me tudi golf učil igrati. A pa je bil tako drugač hardcore navijač tega kluba? Ja, v bistvu so oni vsi navijači. Vsi so navijači. Kaj tako drugače sploh ne bi vedeli, da klub da ta neki razpis, to verjetno bolj navijači spremljajo, ne, in oni dobijo polmesečno plačano strani kluba za neke stroške, pa tudi, da se jim to sploh splača delati. Oni so pa v bistvu odgovorni za tebe, da imaš vse oprana, da se ti kuhajo obroki, ono tretje. Si se dobro počutil? Ja, še danes smo v stikih. Bili so zdaj v Sloveniji 1 mesec nazaj, ko so šli na križarko, pa je v Kopru se ustavila, ampak sem jaz imel tisti dan tekmo, pa se nisem mogel z njimi dobiti, ampak smo zmenjeni, da še bo enkrat prišli prav k meni samo v Slovenijo, ker ne morejo verjetno, kak je lepa država, pa tako mala. In, imeli so ta en dan fraj, mislim, da so šli na Bohinj ali na Bled. Pač, ful dobro, so navdušeni. Pole, veš, spremljajo pole razvoj nogometašev, tudi enkrat, ko zapustijo njihov dom. Veš, to ful zanimivo. Sploh pa v tistem klubu, če ti daš 20 igralcev iz akademije, čez pa živijo pri tebi vsak po leto, 2, eni več. Samo enemu da rata, pa je zvezdnik v tem klubu. Ne, veš, dober feeling je. Kot sin ti je bil, veš, pa potem neko vez postaviš in je to pol tudi nek privilegij, ker drugi navijači ga niti ne poznajo, ne, ti pa ga osebno poznaš, ko si živel skupaj. In se mi zdi, da tam to ful radi delajo, no. Nekaj dobrega za klub naredijo, ki ga imajo radi. Ne. Dejansko. Ampak niso to samo tujci, veš, Anglija je velika, ne. Iz severa dol 10 ur z avtom se voziš. Tudi če zdaj kjer igralec čisti severa, recimo, rabi tu nekje, da živi, ne. In grejo tudi oni k tem družinam, da niso v nekih internatih pa dijaških domovih, ker tam je pol vse divje. To so vsi ti najstniki skupaj na kupu, doben ne skrbi za njih in ni glih najboljši sistem. Ne. Kje smo zdaj? Še vedno v Angliji? Kaj pa igralsko? Kako ti je šlo? Jaz sem bil takoj priključen k tej U21 ekipi. Sem imel v bistvu z 2-3 leta starejšimi. Tu sem imel mogoče to prednost, ko sem rekel, da sem se 1 leto fizično pripravljal in sem potem proti vrstnikom sem bil močnejši, hitrejši. So vsi rekli, kaj vi delate tam. Oni tako mislijo, da smo mi neka Estonija ali pa Rusija, ne, Slovenija. Veš, oni ne vejo, kje to je, pa kak imate vi tam otroke, da si že pri 15-16 izklesano, tretje. Ne. So bili tako fascinirani in sem šel k starejšim. To je tudi bil en od razlogov, da sem za ta klub podpisal, ker sem vedel, da bom šel k starejšim. Z starejšimi lažje napreduješ. In nam je šlo dobro, ne. Tam se je pol ta neka mlada Premier Liga naredila, so imeli A pa B skupino, smo 1 leto celo to B skupino osvojili, pa so bili tako Arsenal, pa te ekipe so tudi noter, ne. Tako da potem kasneje, 1 leto smo pa bili v prvi rang akademije, to pa so potem ti Manchester City, Liverpool, ne. Tako da sem v bistvu z vsemi temi igral in zdaj vsi ti igralci, moj letnik,
ki so pa zdaj trenutno na top nivoju, jaz sem v bistvu z vsemi igral. Hudo. Malo kdo ima te izkušnje. Ne. Zdaj gledaš finale Lige prvakov, pa sta dva, recimo, ko sem jaz proti njima igral. Sam zato, ker sem pač igral proti tem akademijam. Ne. Potem pa sem se počasi začel za člane prebijati, no, pa dokazovati. Je pa bila specifična situacija, ker lastnik je bil ful bogat, to je bila druga liga in ta klub že kar nekaj cajta ni bil v Premier ligi, zaradi teh TV pravic, ko je Sky Sport vse prezel, pa v bistvu, če se ti v prvo ligo vrstiš, je 120 milijonov funtov ali nekaj takega, 150 milijonov evrov po klubu. Ne. Samo, da se uvrstiš tja in pol od TV pravic dobiš. Ne. In pol imaš kar naenkrat 10 klubov v drugi ligi, ki začnejo nerealno denar vlagati, sam da pridemo tja, ker pol smo na konju. Ne. In ta lastnik je tam domačin, je začel ful denarja vlagati, tudi zaradi tega so takrat čist novi trening center naredili, ampak pol avtomatsko pride pritisk in kak ni bilo malo rezultatov, so menjavali trenerje. In jaz sem, koliko sem bil tam 4 leta, recimo, sem menjal 9 ali 10 trenerjev. Ne. In veš, kak je to pri enem trenerju, se ti kot mladinc pokažeš, pa te ima ful rad, pa si že blizu, pa pol tega sekne, pa pride drug. In pol za vse z nule štartaš. Ne sam člani, ampak tudi teh 15, recimo, ko smo blizu prve ekipe. Predvsem za njih je težko, ne? Ja. In vsak isto trener, ko je prišel, imel neke svoje zamisli, svoje želje in vsakemu so pol mogli ugoditi, pa 3-4 igralce pripeljati, kjer je on hotel. In pol po 3 letih, odkar sem jaz tja prišel, je bila čisto cela ekipa članska, drugi igralci, ne. Pa vsi na takih pogodbah, ko so že mogoče v bistvu za prvo ligo, to so vse imeli neke te zvezdnike iz drugih klubov, ki se isto borijo za prvo ligo in so pol neko zvezdniško ekipo delali, ne, ampak ni jim ratalo na koncu, gledam, to je pointno. Preveč denarja so vložili, šli so na to foro, da bomo sam te top igrače imena, ni pa vse od tega, ne. Ja, pa 10 trenerjev, vsak svoja filozofija in na koncu jim ni uspelo in je pol tudi na koncu zdaj klub imel ful težave, so šli v bankrot, ampak ne zato, ker lastnik več ne ima denarja, ampak je on enostavno rekel, več ne bom vlagal, ne. A imaš na papirju pogodbe in pol, ja, so šli, ne vem, kako so pol rešili, no, zdaj sicer klub je pol izpadel v 3. ligo, so pol nekako občina pa neki vlagatelji, da so v bistvu rešili klub pred propadom, ne. Kar je pa zelo žalostno, no, ker klub je veliki, igrali so tudi Ligo prvakov, bili so že angleški prvaki, vsaka tekma je bilo 30-33 tisoč ljudi, navijaška baza je ogromna in da se pol nekaj takega zgodi. Najbolj žalostno pa je to, ker je domačin bil. Ne. Druga je, zdaj imaš ti nekega Američana, ki je lastnik kluba, so take zgodbe bolj normalne, ne, zdaj pa je res bil eden izmed nas. Zaradi tega so glih na začetku imeli tak radi, ne. On je naš, on vlaga, on bo vse naredil za to. Pa se po eni strani je, ne, ampak niso pa pametno delali in pol. Pa je še zdaj ostal lastnik? Ne. Je že prodal vmes? Ja, v bistvu njemu nič ni pol šlo, koliko vem. Oni so pol ful neki mučkali tam, on je isto imel neki 2 firmi svoji, pa je stadion prepisal na drugo firmo, da je lahko na bilanci kluba prikazal 0, da niso v minusu. Na koncu so pač bila sodišča, pa ja, je pa, če smo že glih tu glede avto, pa to je bil ful nek zbiratelj avto in ima ne vem kako kolekcijo, vsakič, ko je prišel na trening center, je imel v bistvu druga avto. La Ferrarija se tako najbolj spomnim. Pravi, da ima ta kao Holy Trinity, kaj veš, 918, P1, pa McLarena, pa La Ferrarija. La Ferrarija, ja. Sej za bogatega Angleža ni tako čuden, če ima zbirko. On je v bistvu, on je ni bil bogat, on je bil po mojem tako računalniški frik, pa bil pameten in je naredil Candy Crush igrico. Prodal za ne vem koliko, po mojem milijarda, pa še več Američanom. In pol, kaj bom zdaj? Moj otroški klub, ko sanjam, ne, za njih bom kupil klub. In je pol kupil klub, ne. Hudo. Zdaj, ko smo v Angliji, ne, jaz pa vem, da smo bili mi 3 skupaj na eni tekmi. V Angliji? Ne. Aha. Zdaj si v Angliji, ampak vem, da si iz Anglije odpotoval nekam. Turčija, basket, da boste. Jaz sem zelo kaj? Malo sem mu mogel namigati. Evo, zdaj smo tam. Daj povej to zgodbo. Bil si takrat v Angliji, ne? Ja, jaz sem bil v Angliji,
in so naši igrali polfinale, ne. Mi smo pa glih imeli neko tekmo isto, ta varianta, in jaz po tekmi pogledam, da naši so zmagali, ne. Je problem, če preklinjam. Ne, da sem se komi spomnil. In zdaj finale, da je v nedeljo, ne, v Istanbulu. Sem rekel, kdaj še bo to? A takrat sem bil full v basketu, spremljal NBA s Kosom, na tretje Dončić, Dragić. To je enkrat v lifeu, ne. Nisem si mislil, da zdaj tako skozi igra za te medalje, pa to, ker se pač dobra generacija, imamo Donketa, ampak takrat sem si mislil, ne vem, če še Bog, da to moram videti, ne. To sem si jaz mislil po četrtfinalu, isto to. Isto. In ja, nič, ne, telefon, ta, kaj je, Skyscanner, ali kaj je, Ista zgodba za lete, ne, ja, glih je zdaj iz Londona zvečer, ne, čez 4 ure, 3,5, to še lahko dobim, študiram, mi nedelja fraj, v ponedeljek imamo trening vedno ob 12 popoldne, ne, glih za to, da se pač lahko, če gre oni Angleži kam domov, da se zjutraj vrnejo, ne, da ni zjutraj takoj trening. Ja, isto je pol let, da sem v ponedeljek zjutraj nazaj v Londonu. Ne. Zdaj gre tle tu mimune ženske, ki ima kalkulacije. Ja. In imam pa 2 urce, recimo, iz Londona do tukaj smo imeli trening, ne. Tako vse se je poklopilo v bistvu in jaz pičim domov, sam po rukzak, kar v klubski trenerki sem šel na avion. London še guže, bom pravočasen, da bom pravočasen. In valjda sem ujel let. Kaj pa karta za tekmo? Brez karte sem šel. Aha, seveda. Ja. In letim tja, pristanem, ne vem, da je ob 3 po noči, recimo v Istanbulu, ne, v hotel, in to po svoji tekmi, ne, to si utrujen, ko mi gledaš. Sam pač adrenalin za basket, jutri me je gor držal, ne. In ja, pol spat, se zbudim zjutraj, ne vem, da je 10, 11, brez budilke. Kam zdaj v Istanbulu, ne, sam v Turčiji, nikoli še nisem bil, ne, to vse divje. Ja, nič, grem gledat malo Superge, ne. In sem v Google napisal tako Istanbul, kao sneaker shops, ne, pa po teh skupinah malo poiskal, če je kaj tako zanimivega, ne, da ni zdaj te obične trgovine, ne, da je kaj posebnega, ne, bom zašel v Foot Locker, ne. Pa na bazar. In ja, sem šel tam neki iskat, shopping center, najdel to neko trgovino za sneakerji, malo pogledal, se tam pogovarjal na tretje. Pa sem šel v slovensko cono, ko sem tam začeli v Marino, ja. Ker vseeno sem pač vedel tako okvirno, da par ljudi, ki jih poznam, da bojo tam, ampak se niti ne spomnim, če sem se pol z njimi srečal, no. Gledam, tam sem pol čakal na tekmo, smo spili kako pijačo. Karto pa sem si rihtal preko agenta, no, ker si je on bil dober z Dončići, pa mamo pa očeta pozna, pa s njega vprašal, če se da kaj zrihtati. Ampak mislim, da na koncu niti ni bil tak problem, ker ni bilo razprodano, pa to. Tada pol sem si lahko tudi na internetu sam kupil, če sem si mogel, ne. In pa bila tekma. Pa tekma, ne. Stari. Pa zmagaš, ne. Kaj pa zdaj? Zdaj pa ne morem ni domov, ne, če smo zmagali. Pa daj gremo si imel avion. Ne, avion je bil ob 6, 7 zjutraj, ja. Nekaj tajega, pa ki še ura naprej, pol v Anglijo, v Angliji sem pristal v Londonu recimo ob 9 zjutraj, pa nekaj takega. In pol avto pa do 12 sem glavne mogel biti na treningu, ne. Tada pol po tekvi, tak norišnica, smo šli to slovenski navijači tam ta avtobus nekam čakati, ker so oni imeli after party. Glavnem res nerealen spomin, ne. Pa tudi sama tekma, kakaj je bila, pa to je bilo dretje navijanje. Jaz sem bil tu za košem, sem sedel, glih pri tem košu, mislim, da Donke v akcijo, ko je zabil, ko je zakucal. Srbi so bili tam nekje gori, nisem jih slišal, sam mahal sem bil na koncu. Res, ni mi niti malo žal, no, da sem to naredil. To ti ostane celo. Vsi imamo isti scenarij. Kaj da bi jaz govoril svojo zgodbo, čisto isto, od pozicije za košem do tega žuranja v Marini, po tekmi avtobusa, vse isto, res nori spomini. Po tekmi sem ostal, ne vem, do 2, kaj pa vem, do 2 recimo, ne. Pa v hotel sem šel za 1 urco spat, 2 urci, pa sem mogel še v 6 recimo na letališče, pa da je bil pol leto, ne vem, 7, pol 8. Čist se ne spomnim časovnice. Mi smo šli pa sočasno z Repko, naslednji dan,
tako proti večeru, ali kako je že bilo, ko je bil avion ta velik za Slovence, ki so prav najeli. Turki še povečal avion na 777, zraven je pa letela Adria z reprezentancom in oni so prestali mogoče par minut pred nami in pa smo mi vsi na avionu čakali, da so šli oni čez. So oni v miru šli. Ja, ker so njih še zalivali, veš, z vodo, ki so jih dočekali. A to je bilo, ko so se vračali? Ko so se vračali, Ko so se vračali, so jih zalivali z vodo, pa avion je imel znako, kako že neko posebno znako je imel njihov avion. Neki evropski prvak. Ja, to. No, ampak noro. No, to sem hotel omeniti, ker sem nekje videl, da je to tvoja anekdota. Šlo pa na trening, ne, in pol itak debata, kak ste, ne, kaj ste delali za vikend. Jaz sem bil na Fidalu, v Turčiji, ti si, nisem je verjel, ne, pa kažem te posnetke, pa ti si buda. Ampak oni ful ne dojemajo tako basketa, veš, Anglezi, reprezentance nima odbenga tako zvezdnika, da ješ košarko gledati v Turčijo. Moj friend je iz San Francisca prišel na to tekmo. Točno po istem scenariju, on je videl, da smo zmagali polfinale, v soboto zvečer, ne vem, da je pač bukiral tisto karto, prišel na tekmo, z nami bil, po tekmi šel nazaj v San Francisco. Vmes je pa na avionu delal za službo. Noro. Res, take zgodbe. Koliko enih takih zgodb? Noro, res. Ja, jaz sem gledal pa iz dobesedno zadnje vrste v Čošku gor. Si bil v Golubarniku gor? Ja, jaz se sam spomnim, da vem, da sem celo tekmo stal, da nisem se niti enkrat usedel. Ja, jaz isto pomembno. Celo tekmo na nogah pa sam. Ne, mi smo bili čist nori tam za košem. Jaz se še spomnim, jaz sem šel skupaj še dol, ali ne vem, kako je bilo, dol smo se dobili z Brezo, ne? Pa Breza je imel neke dobre karte, da je sedel nekje ob igrišču ali nekaj tazga, ne? Ampak on je hotel za koš, stari. In smo pol Brezo spravili sem za koš in on je bil praktično vodja navijačev, veš, največji, najširše roke, on je tako mahal, kako je, nore, pa še hude fotke imam, tako res je bilo epic. Ej, pa dej gremo še to temo obdelati, pa prijemo nazaj na fuzbal, ki si jih omenil, da si sneakerhead. Ja. Kdaj si to začel? V Angliji, ne. V Angliji, ja. Tam v klubu smo imeli, koliko sem lepo rekel, da so te podpisovali top igrače, zvezdnike in so pripeljali tega enega Darren Benta, bivši reprezentant Anglije. Potem sem celo gotovil, da sem enkrat hodil v grad gledati tekmo Anglija, Japonska, pa je on igral v prvi postavi, pa je bil moj soigralec. In on je tako res sneakerhead. O kakšni superga govorimo? Dajmo to sneakerheada, govorimo basket lifestyle? Mislim, jaz osebno imam po mojem največ Jordank, ko če zdaj gledam po brandih v kolekciji. Vmes so Kanye West, Yeezyke, sem dosti imel Yeezyk, tako kakšne Air Force-ice posebne, pa potem se najdejo kakšni modeli. Imam od Pipe na ene limited edition full, ampak to so res polovne basket čevlji, da vsak dan jih težko nosiš, oziroma jih težko kombiniraš. Ta sneakerhead community načeloma izhaja iz basketa, pa se pa to razveja, čeprav začetki so bili tudi pri drugih nekih supergah. Jaz sem bil tam tudi toliko mlad in pol leta, ki je vse šlo v nek hype, kaj je trenutno cool. Pol je bilo vse s temi off-white, ko je ta Virgil Abloh delal z Nike-cami, pol se sam vsi off-white palili. No in kaj je ta model? Ta model je po mojem v enem trenutku bil tudi največji v Evropi sneakerhead. On je imel v enem trenutku več kot 2000 parov. Je rekel, ko je on igral, mislim, da v Sunderlandu, pač da je vsak dan je po 3 pare kupoval. Nogometni PJ Tucker. Ja, on je bil čist nor. Koliko je tega denarja, pač kje jih sploh imaš, ne. No in v glavnem, en dan pridejo neke te Adidaske ven, ki so takrat bile popularne in on po hodniku za škatlo, pa čevlji gor, ne. Tist dan, ne. Ali so celo, da so drug dan prišli, on je že prej imel, ko ima ful veze, on je to dobi, ker pa brez veze sploh govoriti. In, te so dobre, te pridejo zdaj ven, ne sem videl, rekel, ne, boš imel, mi kar tako reče, pa jaz, kako to misliš, bom imel, ne, kjera so cifra, pa glih bila moja cifra, ali pol številke manjše. Se reka, nijam zdaj nič denarja tu, ne moram ti kar vzeti. Preko veze vzavi, ko imam še 4 v avtu. Shit. In to je bil... In te je okužil. Ja, on me je okužil, ne. In pa vedno sem pol njega si vsak dan gledal, kaj ima obuto, ko je prišel na klub, ne. Pa saj ni bil edini isto, ostali fuzbali, ampak on je bil tako glavni. In on me je okužil, ne. V Angliji pa itak ta scena tam je ful razvita, mislim v Evropi verjetno daleč najbolj.
podobno kot v Ameriki, verjetno. Ne. In pol padeš v te Facebook skupine, kot neka vrsta eBay, isto imajo tam angleško aplikacijo, kjer se to vse trada, kupuje. Se si spomniš Umeka, ki je rekel, da ima pol, če si jak, da imaš svojega dealerja? Agente, pa vse. Sej, na to foru je pol ta, ko je bil pri nas pri članih. On v bistvu se pozna z vsemi na tej sceni in mu ni težko najti nekoga, ki bo pač njemu dal preko vrste par. A pa si šel kužen? Ja, sem, ampak se zadržujem, tudi z otrokom, pa to je vse. Pa mislim, Slovenija me je omejila dosti. Potem, ko sem se selil iz Anglije, mislim, v enem trenutku sem imel po mojem 120 parov, to je bilo po mojem največ, zdaj pa to se seliti iz Anglije, pa kombi, pa to moraš katla biti zraven, to se ne vrži v stran. In pol, kje je to v Sloveniji metne. In še danes imam pač pri starših v kleti dosti zapakirane, niti ne koristim, še vedno je tam, pač pozabim, da jih imam tam. Tiste, ki so mi pa najljubše, sem pa si vzel vsem v Ljubljano sabo, ko sem se sem preselil, ker tu v stanovanju pa zdaj ne morem imeti 100 parov. Z njih mogoče 30 jih imam. Žena pravi, punca pravi, da živimo v skladišču, ker imamo v spalnici vse teniske tako naložene. In danes to tako zgleda, da ne vem, če te trofne na sneakers pol vzameš, če ne pa... Jaz sem te aplikacije opustil, ker skoraj nikoli nisem nič dobil in sem rekel, to je tak nameščeno, ali pa imajo te neke bote, pa se hekajo, pa... Nikoli nisem nič dobil skoraj, Razen ta en par sem dobil na temu Reflu, glih te Off-White-ke, sem se pol mogel v London na eno trgovino furat po njih, sem imel res ful srečo. To je bilo edino, da sem neki tako bil žreban. Veš, kjere so mene zadele? 4 SB. Zelene? Mene en frajer, že 2 meseca za njih sem mu plačil, pa še ga lovim. Jaz sem dobil ta, kako se reče, kad dobiš prej, exclusive access. Ali kako? Sam si mogel biti neverjetno hiter, ali jaz ne vem. Ne, dobiš pač, imaš možnost en dan prej kupiti pač te superge, ki bo jutri refel. Ampak vseeno, to verjetno je dobi več, pa pol med temi si mogel biti hiter, po mojem. Mogoče. No, sreča, jaz ko pogledam, pač tako. Moramo reči. Top. Vzamem. Koliko si pa zberčen, kaj bom rekel, profesionalni obutvi, ki je treba na travo stopiti? Zelo, ne odstopam od Nike. Zakaj recimo? Ne vem. Ko sem začel, sem nosil Nike. V tistem trenutku so imeli najboljše kopačke. Se mi je zdelo, da so druge firme malo zaostale za njimi, glede inovacije pa tega. In so mi enostavno pač bile v redu, so mi pasale na nogo, nisem imel dobenih težav s poškodbami, zaradi pač tega, tak poškodbe tudi drugače lahko pridejo, ni za vse do obutve. Potem sem tudi dobil pogodbo z njimi, ko sem bil v Angliji, sem imel, mislim, 2-3 leta pogodbo z Nikeom. Potem, ko sem pač se vrnil v Slovenijo, se je ta pogodba prekinila, oziroma se je iztekla, pa itak tu v Sloveniji nima doben, se jim ne splača niti podaljševati, pa tudi Nike je to malo napako delo, oni so v enem trenutku vse ta mlajše, ta dobre podpisali, vsem devali te pogodbe, tudi če si igral za mladinsko ekipo v Italiji, in na koncu so verjetno oni črto potegnili koliko denarja, mi pa opreme damo tem, a od njih nimamo nič, itak vsi gledajo samo Ronalda pa Messija, In pa so generalno ful dali teh mlajših pa poprečnih igralcev stran, Ampak vseeno, meni je Nike bil to v redu, pa modeli so bili tako dobri, da tudi če nisem imel več z njimi pogodbe, sem še jih naprej nosil, nisem niti razmišljal, da bi šel na Adidas ali pa kaj druga. In tako je do danes. Meni se zdi, da vsak model, ki pride ven, da je vedno boljši, pa tako se najdem v njemu. Zdaj tako, jaz toliko sem basketa preigral vsem, nikoli treniral, ampak veš, ko imaš nekaj prakse, znaš oceniti basket šuh, prednosti, stabilnost, slabosti, mehkoba, ne vem, stranska opora za gležen. Ne predstavljam si, ker v lifeu nisem okopač gor, ali pa mogoče parkrat, ker sem bil mulc, do kakšnih razlik prehaja v enem čevlju, ki je recimo top of the line. Kako ti čutiš razliko, je to število štofelcev? Nič ne vem. A veš, kaj je isto, po čem ti lahko oceniš copat oziroma kopačko? Jaz tudi bolj težko ocenim, ker skozi Nike nosim. Nisem niti testiral za nekih ful drugih firm, ampak parkrat sem. Vem, da takrat, ko sem bil v Angliji,
pa se mi je Nike iztekel, je New Balance začel delati kopačke, pa so iskali, pa bi mi oni dali in so mi poslali tako 3 pare. Že ko sem prijel roko, sem videl, to ne bo za mene. No, oblika je bila tako čudna, veš, kot da je malo bila na noter, kot da skijaši, veš, ko ima slalom, ne, pa je ono na koncu. Carving kopač. Ja, pol Puma, recimo, vem, da eno obdobje, zdaj ne, če še zdaj imajo, če si jo postavil tako na mizo, prsti so bili kar navzgor, veš, kot neke šprinterce, ne. Ja. Jaz nisem na to navajen, pa mi ni vredno. Po mojem pa se tudi zna videti potem, koliko cajta v bistvu zdržijo. Se ne da zdaj Nike full zdržijo, itak, če ti vsak dan z njimi treniraš, pa tekme vse pa to, ampak vem, da eni so igralci, ko imajo te Pumine, se razpadajo po 2 tednih, ne, zelo hitro, a pa jih full zažulje. To je zdaj mogoče tudi do njegove noge, ne, ni zdaj, da je kopačka slaba, ampak pač njemu, da ne paše. Ali pa kontrola žoge. Materiali, ne. Kontrola žoge pa ja, to je zdaj tako isto. To ful težko oceniš, ne? To bi res mogel v istem cajtu, ko isto vreme si obe probati, pa da vidiš. Ne? Ampak ne vem, v nogometu je vse dotik z žogo, to je samo 100 in zdaj, koliko ti tam v bistvu zdrsne, je res zelo težko oceniti. No? Pa po mojem je tudi bolj odvisno od žoge, kot pa od same kopačke. Mislim pa, da ti, ki so lideri, Nike, Adidas, veš, oni neki razvijajo, ne, in pol jih vsi kopirajo. Tako da ni ful nekih odstopanj, ne. Po mojem je samo res v kvaliteti izdelave pa materialih, konc konca. Pravijo, da ni glupih vprašanj. Kaj sodnik pogleda, kad ti dvigneš nogo, kad greš na to igro? Na top nivoju večinoma igralci nosijo te železne krampone po domačene, ker so skozi mokre trave in je število, koliko so lahko visoki, omejeno. Ne sme biti več kot 15 mm. Zdaj, pa ne smejo biti našpičeni, ker v starih cajtih vem, da so si enih tudi brusli, ne. Sam to pa je pol zelo nevarno za nasprotnika. Tada on ti v bistvu pogleda pod plat, pa če imaš te kovinske, da niso zdaj nevarni za nasprotnika, ker je omejeno. Ker zdaj, to je v bistvu pol kot nož lahko, ne. Če to nabrusim, pa da je tak pod kopačko, pa mu zdaj uletim, pa ga udarim po nogi, mu lahko porežeš vse, ne. Tada to v bistvu pogleda. Ali ti hočeš še kje v kopačkah, ali gremo nazaj na časovnico? Ne, škaj me zanima, koliko je pa kaj trash talka v fuzbalu? Ja, ne, ko basketu ga je ful, to poznam. V basketu ga je dosti več kot v fuzbalu, zato, ker si bliži, ne. V postu sem videl skozi ruvama, pa ti lahko tudi na uho še pa tam, ne. V nogometu pa laufaš tudi na 20-50 metrov. Ej! Oba mamuti. Veš, pa tudi zdaj na tem top nivoju, ko so navijači, pa je to vse to glasno, niti ne bi slišal, ne. Je pa pol, ja, pri kakšnih teh prekinitvah, ko je korner, pa to pa si tam malo skupaj. Sam danes je vse to pod kamerami in je varne. Veš, včasih so bili skozi komovci, pa si koga namerno pohodil tam v gužvi, pa to vse rdeč karton, pa izključitev, ker kamera vse vide, ne. Tako da je zelo malo tega. Je večkrat trenutno, da bi se soigralca med sabo, ne, če kdo komu ne poda, pa te dokaj za serije. Pa mislim, da je sodnik najbolj oblegan iz tega vidika, ne, da ni toliko proti nasprotniku, kolikor je na sodnika. To je bilo moje naslednje vprašanje. No, da je vprašaj, mislim, se je mogoče isto. Ta trash talk sodniku, najbrž je od sodnika do sodnika tudi odvisen, koliko si lahko dovoliš, pa koliko veš, da je on dovzeten za to. Ali je, da ne rečem people's person, in je absolutno strok, veš, to. Ja, zdaj so še to, oni so se čisto zaščitili, ne? Ti sodniki so neka sekta in zdaj so si naredili okoli sebe balonček in s temi kamerami ne smeš nič. Zdaj, vsakršenkoli mobbing po pravilih, tako je točno zapisano, mobbing pa je, da 2 ali več igralcev, da se zašprintajo do njega, da je on neki piska, pa zdaj mi dali, kaj si to pisko? Tako je karton. In zdaj sploh več ne smeš nič v bistvu z njim diskutirati. In včasih še je bilo tako, kapetan si ti lahko, idi se z njim zmeniti. Ni več tega. In zdaj, tudi jaz kot kapetan se bolj odmaknem. Da si tako umetno ustvaraš avtoriteto. Ti njemu, kao to narediš, da mu karton, ne, gled, kak me je sfaliral, ti dobiš rumen karton. Ker ti njemu govoriš, kaj mora delati. A pa zdaj, ko je varne, to je kao za ekranček za varne, gre pogledati in zdaj ti njemu pokažeš bi on neki en tebe fauliral ali pa da je bila roka, pa mu rečeš, da pogledajte na var, dobiš karton. Ker si ne smeš tega narediti, pa ne smeš tega narediti. Stari, kaj še da bi kaj z besedami? Meni se zdi, da po eni strani je to prav, ampak po drugi strani pa igri jemlješ postopoma
začimbe. Ne, meni je glupo, da si na ta način ustvarja avtoriteto. Ja, seveda. Poglej si ti neke, dobro, zdaj jaz govorim neke neumnosti mogoče, ampak veš, Pierluigi Collina, ne, on te je pogledal, pa si vedel, da ne smeš pizditi, ne. A veš, na ta način, ali pa tako je stopil, pa ti je razložil, pa ti je rekel, ok, lej, stari, zdaj mi dej mir, zdaj jaz sodam, a veš tako, na ta način, ne. Ne pa tako čez var, pa kaj smeš pokazati, pa kaj ne smeš, ne. Kopačke sodniki? Ja, lej, to me zanima, ko ne ti rečem. Ne, vse so zanimive, no, te kopačke res, kam gre. Isto, ko gledaš 10 let nazaj, pa pol je šlo vse na štum, da več ni jezika, pa pol se malo jezik vrne, pa... Kaj, ja, tebe to ne zanima? Ne, me zanima zaradi tega, ker jaz se takoj spomnim na une legendarne Adidaske, črne, navadne stremi. Kopa mundial. Ja, a veš, pa vidim, da Usnjene. vidim... Ma 2 kili, kada je še pane, ko se napijejo. Ja, no to, ja. Ampak eni igralci pravijo, da še zmeraj radi v njih igrajo. Ne. Zdaj, a veš, je to neka nostalgija, pa navada je železna srajca, pa ne vem kaj, ampak verjamem, da gre tehnologija tudi po teh stvareh naprej. Sam šport je šel ful naprej, ne. Isto v basketu. Jaz mislim, da so druge sile danes, ko pa so bile 50 let nazaj. Ne. Itak. Veš, ko on LeBron šprinta pa zabije, pa 230 teh, kam ima LBS, ki so 140 kil pristane na eni nogi, ali pa Zion, ne, ena slika, pa je Zion super, ga se cela utrgala. Ja. Isto je v nogometu, veš. Vse je hitreje, vse se više skače in sama kopačka, šiv, lepilo bolj trpi, ne. Si predstavljaš Lebrona v All-Starkah? A veš? Zato je tudi več poškodb, ker superge imajo tudi če dalje boljšo tehnologijo, tudi boljš grabijo, ne? In pol najšibkejši člen v celi tej verigi treningov, imaš je najbrž vest, ne? Mišice ukrepiš, vest teže, ne? Zato jaz tudi malo ne razumem tega bandažiranja. Veš, ti s tem v bistvu se mi zdi, da malo sam poleniš sklep, ne? Ti mu neki daš oporo, da ga drži, ni pa on samo od sebe odvisen. Ne? Ja, pa enkrat mu pokažeš, drugič, tretjič, pa vedno rabiš to. Teda jaz sem bolj tako zagovornik, da pač jačaš sklep, če pa ne moreš, ajde na začetku, mogoče ko se nekdo vrača, ne? Ampak ta bandaža, ko manj skozi. A v fuzbalu je tudi tega dost? Ja, je kar, ja. Je kar. To se mi zdi poškodba v najavi. Ne? Nekaj ti moramo dati, da ti pomaga, ker brez tega ne moreš in pol je sam slabši. Na dolgi rok. Ne? Se spomnim, veš, to bandažiranje se je ful začel, ko je Kobe šaltu iz visokih na nizke supergene. Veš, pa smo vsi kupovali pa lune, kaj so bile to že, pol 5, 6. A veš, ampak oni so vsi bili bandažirani, ne? 4 že tudi, ne? Ne, 4 je bila že na pol visoka. Ja. Na 3. Je pa res, da je dosti več teh zvinov tam, nekaj parket, tako se rekel, zagrabi. Na travi je to vse drugo. Na travi pač, če ti res kdo uleti, pa da bi mu slučajno stopil, pa si gležnjo, pa ni toliko poškodb gležnjo. Sorry, pa je pa Kobe uletel z ekstra visokimi unimi supergami. Ja, se spomnim. Po Ahilovi, ja. Pol noge je imel. Dej gremo v Olimpijo, iz Anglije v Olimpijo. Ja. V Ljubljano. Mislim, ne morem reči, da sem se narobe odločil, ne, ker ko sem se vrnil v Olimpijo, se mi pač nogometni svet spet odprl na novo, nek nov zagon. Jaz bi sicer lahko takrat tam ostal v Angliji, ampak teh nižjih lig, tam razen Premier lige, doben ne jemlje tako resno. Ne. Čeprav so glede vsega svetovna leta nad slovensko ligo, ne. Ampak pač ljudje imajo to neko predstavo, ja, prva liga je prva liga, to je boljše kot pa tam druga, ne, ali pa tretja, četrta, ampak v resnici ni, ne. In sem bil pol v precepu, kaj za narediti tam v Angliji ostati, več bom zaslužil kot v Sloveniji, ampak dosti težje se bom pa prebil na nek resen nivo, kamor bi jaz rad prišel. Hotel si igrati? Ja, in pol sem se odločil, da prijem nazaj v Slovenijo, ampak sem rekel, če že gremo v Maribor pa Olimpijo, ne, da je zdaj res top klub, od kjer se lahko potem spet nazaj prodam v tujino, ne, ker vseeno ta dva kluba imata neko ime, nek status, iz drugih manjših slovenskih je tako malo težje, ne, pa hoče se za neki boriti, ne, za prvaka, za pokal in sem pol imel srečo, da me je Olimpija vzela in se je začelo res vse hitro odvijati. No. A je šlo vse gladko od začetka? Ne. Jaz sem začel zimske priprave. Jaz sem bil v bistvu pol leta brez kluba, ne, predtem. In potem sem po zimi podpisal za Olimpijo, ker sem rekel, gledaj, če nimam druga, bom šel tudi nazaj v Slovenijo, ne.
Tudi jaz sem razmišljal, je to korak nazaj, kaj si bo vsi misli, iz tujine nazaj v Slovenijo, izpadeš, da ti ni ratalo. Pa sem si rekel na koncu, gremo to, slovenska javnost, trenerji, selektorji me bojo spet videli, ker so nekako pozabili na mene v tej tujini, tudi potem za U21 reprezentanco, pa to nisem več nič bil klican, ker sploh doben ni vedel, kje kaj v Angliji igram. Ker to ni zdaj prva liga, ali pa če ni za člane, pač pozabijo. A bili so klicani fanti iz Dekanov tu v Sloveniji, pa takšnih klubov. Či si iz radarjev pobegnil, ne? Ja. In ajde, se vrnem v Olimpijo, in potem po zimi začnem priprave. Tudi telo je pol leta v bistvu brez treninga, ekipnega, nogometnega. Jaz sem vsak dan hodil 2-krat trenirati, ampak ni isto, žoga pa ekipa ali pa zdaj v fitnessu, pa da laufaš na atletski tej traki. Absolutno ni isto. In prva taka malo bolj resna tekma je bila prijateljska proti Rijeki na Hrvaškem in meni po pol ure mi kvader počine. Tako iz prve je bila poškodba, se je slabo začelo in ekipa je šla pol v Turčijo na priprave, jaz sem ostal, delo terapije v Sloveniji, potem februarja se začne liga, potem pa ne vem, če bilo 2-3 tekme, pa je korona udarila. In smo vse prekinili in tako sem jaz v bistvu sam 2-3 tekme spustil. Še sem imel ta cajt potem jaz, da sem si pač mišico pozdravil zaradi korone. To je bila malo sreča v nesreči. In potem nismo sploh imeli treningov, pa nič. Preko Zooma, doma so nam dali neke programe, da laufamo pa to. In potem smo se poleti začeli spet zbirati in se cel ta del sezone pol natrpil v 2 meseca in to je bila pol tista sezona. Olimpija je bila skozi prva, in je pol zadnja tekma je bila za prvaka proti Celju, 2-2 izenačeno, mi smo uporabili zmago, 2 gola sem dal na tisti tekmi in takrat sem se prvič pokazal tudi Olimpiji navijačem, slovenski javnosti, veš, en mali, ki smo ga nekako pozabili, 20 let, koliko smo takrat 21, pa si skoraj pač prinesel prvaka Olimpije. Tisto mi je ful žalno, da nam ni uspelo, ker ekipa je bila res pod tisto sezono po mojem mnenju najboljša v Sloveniji, ampak je bila trenerjeva menjava 8 tekem do konca. Zdaj to je pol vedno vprašanje, če bi ta ostal, bi bili prvaki. Vsi mislijo, da bi bili, da je bila napaka, da so menjali trenerja, ker potem temu novemu ni ekipa zaupala. Tako da prva sezona mi ni uspela prvaka osvojiti. No, ampak si že začutil, da so se stvari poklikale, pa da se je začel dogajati. Ja, ampak ime sem si nekako začel ustvarjati. S to tekmo 2 gola, skoraj sam v bistvu preneseš prvaka ekipi, veš, takoj so te začeli drugače tretirati. Potem se je začela nova sezona, se je cela ekipa komplet menjala, ker takrat je bilo skozi v Olimpiji, tako vsake pol leta je bilo 20 novih igralcev. Na tak način je res zelo, zelo težko. In ker so se vsi menjali, imamo pol začetek priprav, pa prije Mandarič, ki je bil predsednik na trening, pa neki tam govori, pa da rabimo dobro sezono, pa kao vsem tem novim, ajde vi stari, što ste duže ovdje, Elišnika, pa jaz sem bil sam 5-6 mesecev. Zgledaj, kam smo mi prišli? Veterani. Jaz 21 let, pa 6 mesecev sem tu. Ampak on me je že zdaj videl kot liderja v ekipi, zdaj novim, da se privadijo. Če še jaz nisem se privadil. Je tip drugače smešen, tako hecen. Je neka persona. Persona pa je, tako karakter, karizma, ful ima rad to, kar dela, ima rad šport, nogomet. On je že star, koliko je on? On je čez 90, ni? Ali blizu 90? Blizu, ne vem, koliko je to. Po mojem tam jaz bil 85-86. Ampak on je po mojem rabu, to veš, v tistem trenutku, da je tekma, da je adrenalin, da se s kom neki skrega. To ga je gor držalo. Če bi njega dal v eno hišo ob morju, brez vsakega stresa, pa tega ne vem, kaj bi z njim bilo. On kot da rabi to, da ga drži, da mu pumpa dela. Kaj Jure Gregorčič. Ti še vode vidim, da imaš prosim, in pač pol je bila vsako sezono nova zgodba, nov list, nov trener, novi igralci. Pa vedno smo bili blizu osvojitvi prvenstva.
3 leta zapored, ko mi ni ratalo. A vsakič pol si že misliš, a je do mene, ne. Sam to je ta fight, to je to, a veš, to je ta pot, ki velikrat najdeš usporednice tudi pri, bom rekel, drugih zgodbah, drugih klubih, pri drugih športnikih. Ja. Zato, ker, isto, ko sem rekel, sem bil v Angliji 4 leta, 9-10 trenerjev so menjali. Prijem v Olimpijo, pa dobro, vse so že pred menom menjali, ampak isto, ko sem jaz prišel, smo isto menjali, 6-7 trenerjev. Sem že res zasnjal tisti, v katerem klubu bom jaz, tam bojo trenerje menjavali. Ne veš, kaj se dogaja. Ne? In res sem si to pač slovensko državno prvenstvo, da veš, kaj to si zadal cilj, ne? Če se vrnem v Slovenijo, da bom prvak v Sloveniji. Ne? In prvo leto tako bliz ne rata, drugo isto tako bliz ne rata. Ne? Tretjo, pol smo še bili najmanj blizu, ampak sem bil jaz sicer 4-5 mesecev out zaradi poškodbe. Zdaj v četrto pa nam je le ratalo. Ne? In se mi zdi, da mi pol ta titula mi tako, za vsa 4 leta mi pomeni, veš, kot da sem 4 osvojil. Ne? Takrat prvo mi ta ne bi tok. Ne? Zdaj ta pa res, sem vseeno ustrajal tu v Sloveniji, pa so bile mogoče šanse, da bi šel ven, kdaj že prej, pa nisi. Ne? Nekako sem se jaz tudi počutil, da nisem prinesel tega klubu, kaj sem rekel, da bom. Ne? En pokal smo sicer prej osvojili, ampak dobro, ta pokal ni isto kot pa državno prvenstvo. In, zdaj je bila pa prva sezona, odkaj smo v Olimpiji, da je trener ostal celo leto. Pa po zimi, ko je pauza, je cela ekipa ista ostala in si kar prvak. Ne? Že prej bi bil 100%, bi bil že prej, če bi se delalo tako. Ne? Veš pa zdaj isto, po sezoni v bistvu so se 2-3 so se menjali, vsi ostali smo isti ostali, pa Evropa. A to pomeni, ni na ključe. A to pomeni, da seveda menjave prinesejo nemir, oziroma se je treba spet kaj navaditi. Kemija je najbrž tudi zelo pomemben del. Absolutno. Če vlečemo usporednice nazaj spet s tistim basketom, veš, tista repka ni bila najmočnejša po imeni. Manjkali so hudi igralci. Kaj smo mi imeli prej že kako... Ja, si imel boljše ekipe. Ne? Ja, vse to ne. Veš, ta kemija, no, ti imaš vpogled zdaj v ta kolektiv, mislim, kako je to pač, koliko je to pomembna stvar, ne? Ja, meni se zdi izredno pomembno, no. Ker vseeno, veš, se začutiš na igrišču, ni polonega razmišljanja, kaj bo zdaj on naredil, on ne razmišlja, kaj bom jaz, pač praktično veš, ne. Je to tudi do trenerja, konec koncev veš, kako on sistem postavi, pa da se točno ve, kaj kdo dela. In zdaj lani se je res vse poklopilo. Igralci smo se začutili od prvega trenutka dalje. Je bilo pač dosti, je bilo slabih stvari, ampak ne z naše strani, ne. Ampak so se nam dogajale slabe stvari, glede določenih potovanj, pa tako. Nas je to nekako zbližalo. Mi smo imeli evropsko tekmo v Luksemburgu, pa smo, ne vem, 4 dni ali 5 dni nazaj potovali. Ne. Na koncu smo šli celo z avtobusom. Ampak ta avtobus ima neko posebno zgodbo. To, ne. Veš, ti si bil z temi fanti, takrat se je komi sezona začela, ne. Smo bili na novo skupaj, ampak si pa bil 15 ur skupaj na avtobusu. Pa si mogoče skupaj klev koga, ki je kriv za to, in pol si imel tako, ko me ne mija, ne, in te poveže, ja, pa dajmo jim pokazati. Ne. Ja, no vidiš. Zdaj sem se spomnil na uvod ene knjige, ki mi gredi priporočam, ameriški kolumnist pa podcaster Bill Simmons, en novinar, no, je 2012 se mi zdi izdal The Book of Basketball, takrat je hard copy prišel, v glavnem. Ja, in to je res priporočam to knjigo, Bill Simmons, The Book of Basketball, ampak on na začetku knjige govori, da je imel slučajno srečo Isaiah Thomasa, se pravi point guarda oziroma shooting guarda Detroit Pistons, ko so 2 naslova osvojili konec 80-ih, začetek 90-ih, ga po naključju sreča tam nekje na bazenu, pa enem hotelu in ga vpraša, ne, Isaiah, what's the secret, ne? In da mu je razložil the secret of basketball, that it's not about basketball. Da seveda moraš imeti dobro ekipo, da se ti morajo kocke zložiti, ampak da je to, kako se ekipa razume včasih glih tisti del, ki te ponese čez, pa pripelje do uspeha. Ne? Ciril tega ne ve, ampak točno to zgodbo vam povedal v podcastu Sanjem. Ja, veš. Ne vem. A režemo to ven? Ne. Omenil si tudi navijače, daj povej, tako, nekako si se res povezal z njimi, no? Kako se sploh na tak način, kot si se ti povezal z njimi, kako težko se je povezati z navijači, no? Ker to vem, da ni lahka stvar, no? Ja, ni lahka, no, pa tudi njih bi mogoče mogli vprašati, ker vseeno sem jaz Štajerc, ne, in so me na koncu res tako sprejeli lepo, pa sem zdaj, ne rekovaj, neka legenda kluba, no, glede na to, da smo pač prvič
v Evropo prišli, pa da sem dal 3 gole glih za to, da smo se vrstili. Ne vem, meni to se vse nekako spontano zdi, pa nijem težav s tem. No. Dobro, če daš vse na igrišču, je to že dober začetek. To je prvi pogoj, sigurno, ne, da pač vedno daš vse od sebe, da ne glumiš tam zdaj neki, pa sebe postavljaš iznad grba, pa iznad kluba, iznad navijačev, ker to nikoli pol ne bo bilo vodene in niso navijači nori, oni pač razumejo nogomet in vejo, kaj se dogaja. Ne vsega, ampak važna je tvoja slika na terenu, ne? Ker tisto oni vidijo, tisto od ponedeljka do petka na treningih, navijač ne ve, kaj se dogaja tam. Ne? In imaš pol tudi dosti primerov, ki pač mogoče so v očeh navijačev tako obožavani, ampak za ekipo samo pa so kdaj kakšni problemi, mogoče zaradi katerih igralcev. Tako da za mene hitro sem postal kapetan, isto po 8-9 mesecih, pri 21 postati kapetan Olimpije, ki je bila pač takrat tudi cirkus, pa toliko težav, pa in s financami, in se potem boriti za plače, za igralce, kdaj bomo dobili na 3. premije, pritiski. A nočeš, da ekipa slabo reagira, ne? Že marsikdaj sem jaz kaj požrl, pa niti ekipi nisem naprej povedal, ker bi slabo vplivalo na njih, bolj da ne vejo, ne? Sem pa jaz to v sebi nosil, ne. Še danes se pač marsikdaj dogaja kaj takega in to je res ena specifična pozicija v slovenskem nogometu, kapetan Olimpije. Zdaj to sem te hotel vprašati, ker ni samo trak nositi na roke, pa sodniku dati roko. Ne, to je res ogromno enih stvari, pa vedno sem imel feeling, da je bilo pred kako pomembno tekmo, ne. Vedno smo se skregali, ne vem, pred derbijem z Mariborom. Uprava, ne vem kdo, ki tak so se menjavali vmes, pa pač jaz za ekipo. In pol si, zakaj morate to en dan pred tekmo delati? Ali pa včasih tudi na dan tekme. Jaz bi se zdaj mogel fokusirati na tekmo, igram čez, ne vem, 5 ur z Mariborom, da se moram pa tu s tem obadati, pa cel nervozen pa to. In zdaj marsikdo drug bi po mojem pogorel, ne. Jaz pa sem še na koncu, kako sem odigral vse te tekme, po mojem mnenju sem jih dobro odigral, sem res dober, kak sem bil. Ne. Ampak sem potem vedno to probal nekako obrniti, da sem to jezo, agresijo, pol na tekmi. Stari, da se ne držijo oni tega vzorca, kakor za avtobusom, veš, da te morajo malo sprovocirati oziroma celo ekipo, da pol... Če je vse preveč lepo urejeno, so rezultati padli. Moramo nas malo gaziti, da vas podkurimo, pol ste boljši. No, ampak si pa ta vezni člen med garderobo pa pač vsem, kar se dogaja zunaj, ali so to navijači, ali to uprava. Zdaj, če pa se nazaj na navijače navežem, pa tako sem rekel, oni pač to potem začnejo ceniti. Ampak to so take malenkosti, veš, ne vem, enkrat smo predstavljali neke drese nove, pa smo dali foro, da bo pač grb od Dragonsov gor in zdaj moramo slikati dres in je pa pol moja ideja, veš, ker imaš tam v Stožicah tako stopničke za vrste, dajmo na 12 stopnički, pa tako zgori dol sliki, da se 12 vidi, pa napiši zraven, oni so naš 12 član, ne. Veš, take male stvari, verjetno to od meni ne ve, ne, ampak pač da daš njim vedeti, da vi ste z nami, ne. In zdaj trenutno imamo fizioterapeuta, ki je bivši Dragons in pol on je z vsemi temi še na vezi, veš, pa v stikih, in po mojem on jim dosti tudi pove, no. Ker on meni skozi govori, kako smo lahko srečni, da te imamo, veš, ti res, sploh ne veš, koliko to folka ceni, ker tudi jaz pol nimam občutka. Meni so neke stvari pač samoumevne, ne. In jih pol niti sam jaz ne opazim. Vem, da enkrat je bila neko sranje, mislim, da je bil Maribor derbi, ali kaj, pa so se neki zapeli navijači in sem dal pobudo, pa smo zbrali ful enega denarja, ker so pač rabili ti huligani, ne vem zakaj, za sodišča, ali da se treba varščine plačati, take stvari, ne. Smo jim pač na svoj način pomagali, koliko smo jim lahko, zato ker, gledaj, mi se fajtamo z njimi na igrišču zaradi vas, vi se pač tudi na ulici fajtate z njimi, ne, skup smo v temu. Tako da, jaz jih imam zelo rad, no. Tako sem rekel, verjetno na začetku je marsikdo mogoče na mene gledal, ta je Štajerc, ne vem, lahko da bo isto korona veter, ko je potem šel v Maribor igrati. Vseeno z neko rezervo te po mojem jemljajo, ker ne vejo, kako se bo tvoja zgodba v tem klubu razvila, ne. Ta lokal patriotizem je močna stvar. Kako pa je, zdaj smo malo govorili o tem v Ljubljani, kako pa je, prej si se tudi malo dotaknil tega, kako je z lokal patriotizmom, ko prideš domov? Zdaj,
Jaz sem vseeno malo izven Maribora, ni za to center, pa nisem, jaz sem v bistvu samo v šolo tja hodil srednjo, še to leto pa pol, potem sem šel v Anglijo. Ampak ja, veš, tam v Mariboru ta cela Štajerska v bistvu navija za njih, ne. Tudi iz Murske Sobote so hodili ljudje na tekme, ko so bile takrat Liga prvakov, pa to ni zdaj sam Mariborčani, da so za Maribor, ne. Mislim, da če bi dal vse te navijače v stran, ki so iz teh okoliških krajev, Malečnik, pa tudi Dravsko polje, pa to, bi tudi oni imeli verjetno dost manj navijačev, ne. Res cela regija tista navija za klub. Ja, verjamem, da pač marsikomu ni bilo prav, ko sem šel tja, ampak itak niso vedeli, kaj bo iz tega nastalo. Mlad fanci moraš igrati. Ampak ja, potem, ko pa pač postajaš nek glavni igralec, rivala, kapetan, si tudi pol po medijih toliko bolj izpostavljen, pa se je pol vedno bolj začela, ja, tako malo zbadanje, ampak Dobar, pa se to je vseeno se poznam z vsemi, ne, nisem imel nikoli z nekom bližnjim težav. So pa sigurno kakšni, ki me sploh ne poznajo, pa so potem, ne vem, pod komentarji lahko pametni, pa ne vem, kaj vse tam piše, ampak tega nikoli nisem niti bral pa videl, ne. Medtem ko mogoče moji kakšni prijatelji pa družina so oni bolj temu izpostavljeni, ne, ker vseeno oni v Mariboru sedijo v kafiču, pa ve kdo, da sem pač jaz njihov, ne. Ko omenjaš družino, kako handlaš to zadevo, profesionalna kariera pa družina? Pa tako, ker vem, da profesionalna kariera terja tudi kariero partnerja, ne? Oziroma partnerke tvoje. Ne? Ja, ni glih najbolj enostavno, sploh zdaj, ko še je hčerka leto pa pol. To, ja. So začetki, pa greš na priprave za 2 tedna, priješ nazaj, pa kot da je drugi otrok, ne. Ja. Že zna kar nekaj povedati, ali pa že hodi, prej pa še ni, veš, ti take detajle lahko zamudiš, ne. Tudi to, da sem tu danes, ne. Veš, da si bil 2 dni, si bil v Franciji, zdaj pa takoj po treningu še na ta podcast, lahko bi bil doma z nama, ne. Tega je res ogromno, glih zadnjič sem si delal tako malo računico. Po mojem, da sem jaz na leto 4 mesece od doma, ne. Vse skupaj, ko potegneš črto, veš. Imaš 6-krat na leto, imaš reprezentanco, po 1 teden, včasih tudi po 2, recimo to 2 meseca, 2-krat greš na priprave, po 2 tedna, po leti, pa po zimi. Ful imate malo nogometaši vmes. Zdaj imaš 40 tekem v sezoni, pa vsak dan, ko je tekma, si v karanteni, ne. Že to 40 dni te ni doma. Zdaj še evropske tekme, veš, potuješ za 2-3 dni in na koncu, ko pogledaš tako čez leto, te res 4 mesece pa nekaj te sigurno ni doma, ne. Z razliko od enega NBA igralca, recimo, je tako noro, koliko imate malo frame. Mislim, vse oni pa tudi, ne, tam skozi potujejo z letali na te gostujoče tekme, ampak ja, ko pa ni sezone, tam ima pa ful daljša pauza. Od oktobra do kdaj, ne, veš. Ja. Še če si do konca v play-offu, imaš veliko frame. Ja. Pri nas pa je bilo, parkrat smo imeli poleti 7 dni in to je bilo to. Ja. 1 teden. Po zimi je malo daljša pauza, ampak tudi to je zdaj ful odvisno. Ja, da skočaš na eno potovanje. Odvisno, kako leto. Zdaj je bil decembra svetovno prvenstvo, pa so se malo prej končala. Za letos vem, da imamo 14. decembra, ko ima zadnjo tekmo. Potem prvi teden januarja pa že tako začneš, teda, če bo 3 tedne, bo dost. Ja, pa še to, ko si doma, ne, dajo ti 1 teden fraj, potem pa že začneš po nekem individualnem programu. Teda se nikoli v bistvu ne moreš odklopiti. Ne. Za isto, ja, poleti ni bilo nič, ker je bila še reprezentanca poleti vmes pol takoj. Teda 7 dni smo šli na morje. Ja. Kako si se v reprezentanco vklopil? Dobro, moram reči, boljš, ko sem pričakoval. Tam je res fajno, zdaj se neka klapa se je res ustvarila. To sem začutil, veš, pa malo po pogovorih z enimi insiderji sem se tudi pogovarjal, da je prav fajn ekipca. Fenomenalno, no, ko se družimo. Zdaj ne vem, kako je bilo prej, no, poslušal sem neke zgodbice, pa je bilo drugače, ampak odkar so pač mene klicali, so te stvari šli na boljše, tako da ne morem reči, kakšna je razlika zdaj pa prej, ampak zdaj smo res skozi skupaj. Se pa pozna, da se je tako nekako menjala generacija in da je zdaj na sigurno 10-11, tako leto, 2 gor dol od mene. Si avtomatsko se bolj družiš, ker se že teh mlajših reprezentanc poznaš pa to. Pa je skozi zajebancija, družabne igre, karte in to dela ekipo, ne, veš, tudi na terenu potem
če jaz vsak dan sedim s tabo, pa se tudi kregam, ne, pa igramo, ne vem, poker, igramo Uno, pa veš, to pol imam tebe rajši kot enega drugega, ko v bistvu sam na treningu vidim. In pol, če prije tekma, pa zdaj ti zaserješ, jaz se bom na glavo vrgel za tebe, da tebe spasim. Ne. Če pa smo zdaj tako malo si tuji, pa to pa ni tega mogoče. Ne. Tako vsaj jaz to dojemam. Pa lažje daš, lažje pokasiraš, tudi če ti kdo drug kaj reče. Ja. Tako da zdaj je res idealna šansa, no, da se spet zgodi nekaj posebnega, tako se je takrat, ko smo rekli, pa so se pol v mojem letniku fantje rodili, ne, veš, ko so ti neki uspehi, se pol tudi doma pozabavajo starši in potem pridejo otroci iz tega. Ne. To ne vem, kaj je bila neka raziskava nekje, da se, ne vem, kaj se je zgodilo in je bilo potem ful v tistem mesecu rojenih otrok. Ja. Ampak neka starosta v ekipi vseeno mora biti, mislim, pri Olimpiji si to, a veš, kljub temu, da si mlad, si to na nek način lider pa kapetan ti, ne. Kako pa je v repke, kdo drži to garderobo pod narekovaj? Ja, mislim, vedno imamo tu Jana Oblaka, ne, ki je pač klasa za sebe, pa v res samem vrhu že toliko let kot golman, pa mu ni blizu trenutno doben tako pod renomejo pa po statusu in on je vseeno neka alfa in omega. Je pa res, da je golman, ne. In na sami tekmi, kdaj je on najdlje od nekih situacij in težko vpliva, veš, težko se on zdaj iz golove črte dere, pa daje napotke, pa bilo kaj. Ko pa smo tako v garderobi, pa v hotelu, pa je on tisti, ki ima največ stvari čez. Pa tudi ti, kakšni starejši, ko so že dlje časa v reprezentanci. Jasmin Kurtić je tako za zabavo, pa za muziko, pa za atmosfero. Tako da vedno moraš imeti to razporejeno pa določeno. Naloge, ja, da vse štima. Ne. Kaj pa je razlika igrati za reprezentanco ali pa Olimpijo? Ne govorim samo po tvoji, ne vem, igralni vlogi, ampak tako nasploh občutek. Največja razlika je pač v kvaliteti. Ko vseeno, pač ti načeloma v Olimpiji si med najboljšimi, ne. Če ne najboljši, tam pa pridejo res fante iz dobrih klubov, iz evropskih klubov, ki nekaj pomenijo, pa tam redno igrajo. Moraš vedeti, da imajo oni absolutno dosti kvalitete, ne, in se moraš tudi ti temu prilagoditi. Ne rabiš kdaj ti biti tisti, ki bo za nek višek delo, ampak ali bo ekipa sama storila višek, ali imaš enega za Šeškota, ki pa je še toliko višji od vseh, da lahko še on naredi, ne. Teda ni pol toliko bremena na tebi. V reprezentanci mi je najlažje to, da se lahko odklopim, ker nisem več pod nekim pritiskom kapetana ekipe, pa ni teh problemov iz klubov. Veš, ko sem v klubu, je skozi neki, ne, 4 ure pred treningom, pa priješ domov, pa še kar klici, pa da pride nazaj, imamo ta sestanek, imamo ono tretje, moraš to podpisati. Mi moja govori, pa kaj se to sploh tebe tiče, ne, zdaj si doma, ne, ja, ne. In sploh pozabiš, kak je to, ko v Angliji pa je bilo tako, veš, zjutraj grem na klub, trening domov, pa si fraj, ne. In v reprezentanci se mi to nekako vrne, ne. Nijem dobene obveznosti, razen pač ta trening pa to, kaj moramo vedeti, kakšne analize, ostalo pa ni pritiska, s fanti se lahko zabavam, ne. Ker isto, v Olimpiji sem tako v garderobi, pa to po mojem drugačen, ko sem drugače, če se tako izrazim, ker moram pač to neko vlogo kapetana, pa moraš biti resen, moraš biti na razpolago vsem, načeloma si moraš biti z vsemi dober, ne, da vsem pomagaš. Če si pa ti sam eden izmed igralcev v garderobi, si lahko bolj sproščen, si lahko bolj ti, ne. Ker se ne rabiš ukvarjati z vsemi temi zadevami. In po reprezentanci sem bolj jaz, se mi zdi. Nimam zdaj tega nekega pritiska, da moram biti tako resen, pa da moram biti jaz vzor ostalim, pa jih jaz vleč za sabo, ker pač ni to moja vloga trenutno tam, ne. Zdaj, po moje, kakšni hardcore fani nogometni zdaj kričijo, kaj bi te mogel jaz vse vprašati o letošnji sezoni in o ciljih in tako naprej, ampak stari, mene zanima, kaj še kaj spremljaš, bo je Formula 1 spremljaš, pa take stvari, mene to bolj zanima. Formula 1 ful spremljam. Kje tukaj stojimo, za koga zdaj navijamo? Ja, jaz sem načeloma za Ferrari, ne.
Zdaj se je dobro končalo, prejšnja dirka smo Zdaj končno se ti je kar zmagali. poklopilo, ne? Generalno pa trpiš že na par let. Ta sezona, jaz vedno se napališ, ne, pa sezono spremljaš. In pol vmes me je že kar malo minilo, ker je Red Bull že zmagal jih 10, 11, 12, ker ni konca. Ne. In več tudi pol ta sezona več nima nekega čara, pa da bi bil tok upet. Saj sem pogledal vse kvalifikacije pa dirke, samo ni isto kot pa recimo Verstappen-Hamilton sezona, ko sta do zadnjega. Isto si pa, veš, vsak teden je bilo, kot da je finale. Ne. Do zadnjega kroga, zadnje dela, nora sezona. A ni to lih Gaber razlagal, kako vedno rabaš dva tako enemija, da se med sabo koljeta. Zdaj so bolj enemi iznotraj hero. Zdaj se pa res to dela. Zdaj gledaš Čeko pa Verstappen, malo te interne dvoboje tudi, pa Sainz pa Leclerc, ne. Mene zdaj že to zanima, ne veš, komu bolj gre nasprot taktika znotraj ekipe. To mi je zanimivo. To je poledino, kaj je še zanimivo. Če je on 20 sekund odspred. Ampak če odmisliš Red Bull, da jih ne bi bilo stara. Nora sezona bi bila nora. Vse to, sam ne moreš. Ne moreš. Pa tudi kjera prej že bi bila isto. Primer zdaj McLaren, kako se kar naenkrat povrnil. So bili peta ekipa na začetku, zdaj pa so bili kar takoj za Red Bulli. Pa Alonso, Aston Martin, takšen začetek sezone so imeli. Zdaj so pa malo padli. Da ne bi bilo Red Bullo, pa bi bila taka sezona, to bi res bilo kot roller coaster, gor dol. Jaz sem za Ferrari od malega. Mislim, da imam tudi sliko torte, ne vem, drugi rojstni dan ali nekaj takega. Sem imel Ferrari torto formule, takrat smo vsi bili za Schumacherja, pa to doma se je ful spremljalo. Pa ko sem šel v Anglijo, pa me je minilo, no. Jaz sem prav nehal gledati formulo. Ker takrat so tudi bila pol tista 4 leta, ko je Red Bull vse zmagoval, in več ni bilo niti toliko zanimivo spremljati, vsak vikend, ko si pol vmes med dirko priklopil, on je bil prvi. Veš, te mine. Pol v Angliji, pa sem pač svojo kariero začel delati, pa ni bilo več nič mi tako interesantnega, ampak nasploh, koliko sem spremljal, je pač gledanost padla. Pol pa, ko so ti Liberty Media prevzeli, pa Netflix, pa vse to, pol je šlo pa vse zdaj v nebo. Američani delajo šov, oni imajo čisto drugačen pristop. Malo pred Netflixom me je spet nekaj zagrabilo, pa ne vem zakaj. Tako random sem eno dirko pogledal, pa sem bil spet navdušen in sem potem začel spremljati bolj resno spet. Ta Netflix pa ni tako čisto odpadlo. Pa tudi te moderne igrice, ki so mi tako... Simulacije, misliš? Ja, zdaj pred kratkim celo F1 manager prišel. In si ti kao ta team director, kaj je. Okay. In od te factoryja gradiš simulatore, Wintane, vse te stvari. Prav ti dobiš nek začetni budžet in gremo. In to ti pol malo od zadaj veš prikaže, pa takrat tam isto lahko Williams vzameš, pa imaš nek cilj, da zaključi sezono 9, pa bomo to denarja dobili. In pol to sporednico v resnici pač primerjaš, da si isto njim tu, če so skoraj zadnji vsako dirko, za neki se jim gre. Ampak to predvidevam, da igraš 1 uro, tako, pač da oddelaš sezono. To začneš... Mislim, ta menedžer je v bistvu simulacija, ti ne rabiš voziti, in pol lahko vse gre hitro, hitreje gre. Smo pa tudi imeli ta normalno igrico, ko pa ti voziš, lahko na volan, lahko na joystick. In smo naredili fuzbalerji ligo, oziroma ligo, kako bi to rekel. Narediš pač nek lobby, se vsi prijavijo in nas je bilo na koncu 16, po mojem. Tako par iz reprezentance, tu iz slovenske lige, 2 iz Domžal, 3 iz Maribora, Celje. Pač vsi ta naša generacija, ki so se pol vsi napali za to formulo zaradi Netflixa, pa se je to začelo v živo spremljati, smo rekli, da gremo po igrico igrati. In smo se pol zmenili, vsak torek recimo bomo imeli Grand Prix. In smo se, si se ob 7 zvečer zmenil in pol si imel kvalifikacije, pa dirka. Ampak je vse hitreje, veš, na dirki imaš 20 krogov recimo. Teda ura pa pol nam je vzela za 1, pa smo ponavadi 2 odigrali, pa je to bilo to. Pol pa čez naslednji teden, naslednji 2. Tako prav po kalendarju. A pa imaš vse doma, setup z volanom, z vsem? Imam, ampak ga nič ne koristim. Punca mi ga je enkrat za darilo kupila, pa enkrat sem nekaj probal. Mi smo se tako dobro natrenirali na tem joysticku, da smo bili dosti boljši kot pa na volanu in
mi smo tudi se med sabo zmenili, da ne bo doben vozil na volano, da imamo vsi iste pogoje. Ne. Ker zdaj ne bi bilo fair, da pač imajo eni več denarja, pa si kupijo te pro simulatorje, pa prav volane. Ni fair, ne. Dajmo vsi na joysticku, pa da tako vidimo, imamo vsi iste pogoje, kdo je boljši. Ne. Še enkrat smo že rebali pare, pol po skupinah, kdo bo dva, ne, v ekipi, ja. Ker prvo sezono smo si pač sami izbrali, kdo bo kdo, skupine. Sem jaz bil v Ferrariju z Svenom Karičem, ki iz Maribora, ki smo bila sošolca, pa tudi v Angliji smo skupaj igrala, tam smo bila Ferrari. In pol smo isto imeli ta Constructor Championship, ne, ker redko kdo je imel, da sta bila dva dobra v ekipi, en je ponad bil top, en pa je bil tako mal, ne, ker nismo vsi isto časa vozili. Ne. Ful dobro, da se znate tako povezati, ne bi nikoli rekel, različni klubi, različni igralci. Mislim, malo mi je žal, da več ni tega, ne, ampak tako sem polje prišel. Živi več. Po mojem bi se lahko zmenili, pa bi se dobili spet sam, veš, otrok. Nekdo mora dati pobudo. Pa težko je, kar en moment, ki zgine. Mi smo tudi imeli, pa za Gran Turismo na PlayStation, smo imeli ligo, smo bili zmeni pa ob četrtkih, pa to je bilo 10 plus let nazaj, pa glihane 10-9 let nazaj, pa smo odfurali, se mi zdi, da eno sezono, smo isto določili naprej pisto, kaj lahko nastaviš, kaj ne, da je bilo enakovredno. Ampak tam so se pa tudi delale razlike, volan ali pa joystick, ne. Kaj pa NBA še spremljaš? Ja, zdaj ne. Dobro. Drugač pa, ja. Dobro, tradi so tudi zanimivi. Spremljam, ampak isto malo me je minilo. No. Meni so bila najljubša tista leta tam Golden State, Cleveland, ko se je to vklopa, Miami, San Antonio. Takrat sem res bil čist noter. Pol tudi v Angliji, ko sem bil, imajo te Global Game, pa v Londonu igra, sem šel gledati enkrat Philadelphia Celtics. Zdaj pa pač itak play-off, highlights, luke, veš, da si želiš, da bi, pa Bubble, ko je bil, to mi je bilo tako... Bubble je bil dober. Bubble mi je bil top. Ampak, ja, zdaj pa, ne vem, tako, zaradi Jokića recimo si vesel v Denver Nuggets, ampak ni pa mi zdaj to nek atraktivno finale, ko bi se zbujal zdaj vsako noč pa gledal, ker takrat tista leta sem pa v bistvu vse tekme uživo pogledal. Jaz tudi isto priznam, po moje prvič po ne vem kolikih letih nimam League Pass, ampak res pogledam samo highlights. To jaz isto, sem imel skozi League Pass, pa zdaj pa ga v bistvu več ne rabim, no, nima smisla. Ne. Pri meni je šlo tako, da je šel NBA malo nadol, ampak sem formula pojačil, tako da zdaj mislim, da sem drugo leto brez League Passa za NBA, ampak imam pa tretje leto imam pa formula. Pa isto je bilo pri meni, čisto isto. Ko sem bil v Angliji, sem imel ta League Pass, ko smo vse gledali, to če je bila krena tekma, sem si zvečer, veš, tu sem imel tako za PlayStation, gor na TV, pa NBA. Se rola, Pa ja, me je malo NBA, zdaj me je malo minil, pa je zdaj formula spet gor. Ampak spomnim se, ko je bilo finale San Antonio, Miami, ne, z enim kolegom, ko smo skupaj najbolj spremljala to. To je bil FaceTime ob, ne vem, 4 zjutraj. Jaz sem bil v Rimu, z familijo smo bili čez poletje na dopustu in je bila glih ona tekma, ko je pol Ray Allen trico vrgo iz kornera. To je bilo prvo od 2 zaporednih finalov, ki je pol San Antonio pušno, ne? Šesta tekma je to bila, ne, in pač jaz ni mi Wi-Fi vlekel dobro v onem hotelu, slavim, ne. Njega sem imel na telefonu, ko mi je štekal, ne povej mi kaj. Pol sem šel v lobby dol, da mi je tam bolj vlekel, in veš, pol tista trojka, pa se tam, dere se on na telefonu doma, zjutraj jaz se derem tam v lobby, pač, Ni več takega naboja, kot je takrat bilo. No. Jaz sem bil za San Antonio, jaz sem trpel, LeBron zgreši trico, Boš v jame. Jaz sem bil tudi za San Antonio. Korak nazaj, bam. Stari, oni so že trak potegnali po igrišču. Ti spomniš, da so trak potegnali? Mene ta poraz v srce me je. No. Smo pa naslednji let nazaj prišli. Ne? Pa sta mi in LeBron in Ray Allen sta mi tako huda igrati do konca, ampak pač takrat sem simpatiziral. Veš, vedno, če je mal ta evropski pridih v ekipi, jaz vedno potegnem s to ekipo. Ne? In ti San Antonio bi bil tako noro všeč. Jaz so imeli, dobro, da nam isto ne pakin rejo, ko folk doskrat reče, evropski, Ginobili. Ginobili. To oni pa, kaj je ta Francoz, no, budalo jedna, no, kaj vedno pozabi. Dio, ja. Dio, pa res je bila dobra ekipa. Tari, ampak, veš, ko smo že pri Dio, ne? A ti veš, da je on uletel na nek tryout v šlapah, pa je podaril vse tiste rekorde, kaj je treba podreti v ne gor. Ja, za vertikale. A veš, zdaj, ko ga vidiš, ne, pa vedno celo kariero je bil tako mal tak čabi, pa tako, ne. Ja. Pa on je bil tako en tak,
Jokić z Alibabe. Ne, tako post, easy, počas, dobri pasi ven, pa glava, inteligenten igra. glava. Ja. Pa, a ga spremljaš na Instagramu? Ne. Tip uživa live, tako To mi jadra z neko preprosto jadrnico, pije tiste svoje kave, un espresso, tako zmeša nekako. Tako, On je nosil čisto mašino skozi sabo, ne? Ja, tu Za kapo dela. kava je bila To njegova. je isto, ni Jimmy Butler. On je Ma pa tu so kavo Bili v začel. Bablu, ko so Ja. mu pošiljali te avtomate za Big kavo. Face Coffee. On ima zdaj... Ne vem koliko, je Ja. kretalo tam za džak. Ja, on ima zdaj ima svoj brand. Big Face Coffee. Ja. Ja. Ampak nekdo mu je pokazal to. On predtem... Najbrž, ja. Stari bubble, veš. Zdaj pa ne vem, če ni bil celo Dragič v Miamiju. Možno. On kao našo tako pokazal Možno. kavo, A kot res? mi pijemo. Veš, v Ameriki dobiš Starbucks pol litra. Ja, vem. On mu je pa turško skuhal. Ja. Ja, možno. Nekje Slušaj, sem to brate. bral, ne, in zdaj pa čisto zapaljen za to kavo. Ne. Ja. Ja, čist možno. Ja. Ej, Zanč, a so mi dogovorili o tem, kako so govorili, da je bil, da ta naslov iz Babla kao nima toliko vrednosti, ampak da je nekdo leto, da je rekel, glih ta naslov iz Ma Babla več. je bil res sam basketball, Ja, saj to. no strippers, no nothing, no partying. Pa dober basket. Mislim, Pa to dober ti, ko pas. so malo Lebron haterji, mu hočejo Ja, zdaj ja, stran ja, vzeti, ne. Jaz sem drugače za Lebrona full in tudi zaradi tega so tista leta mi bila najljubša, pa sem najbolj bil tako noter, ker je skozi igral v finalih. Pa vedno je imel nekega, vilen nasprotnika, neki super tim, ne, Ja. Golden State, pol z Durantom pa to. Ja. Ampak ja, to sem jaz isto zasledil, da Bubble kao ne šteje. Zakaj? Stari Ker nor ni basket zdaj igral. Ja. navijačev, ker si ni bilo Dober za obe basket. ekipi ni bilo navijačev. Stari pa Jamal Murray, kako je takrat za Denver. Takrat je on eksplodiral totalno. Ja. Res je bil dober basket. Ja. Ej, kaj sem že hotel, nek sem. Eni Na basket. neki govorijo, kao, ker niso imeli igralci, kao, ni bilo družin, ni bilo tega, veš, da so zaradi tega je mogoče kdo slabši igral, kot pa bi... Jaz pa mislim, da je bil fokus na basket večji. Ne. Vse, ja. Ne vem. Pa Donk je tudi dober takrat igral. Pa vse so stari, tako- Ja. dobro jim je kazali. On je Clipper, se skoraj sam izločil. Ja, Ja. ker je un Veš, te bazar beke biter pa pa to. Ja. to. Fuck, ej. To so taki momenti res, kao. Nekaj sem hotel še na basket, nekaj sem imel Veš, kaj imam? A, Od novickega adres. Daj nekaj. Tu Timi, podpisan ga, ja. a res? Ja, od Dallasa. Ker je bil To zrihtal. moj soigralec, je brat od njegove žene. On ima Švedinjo. To pojem, da niti ne ve. Tako, mulatka, črnka in itak živi cel life z njim tam v Teksasu. Ona dva sta pa dvojčka, v bistvu brata njena in eden je bil moj soigralec. In vedno, veš, v Angliji pa ima tak sistem, da je poleti 5-6 tednov pauza, ne? Ker po zimi ni, oni čez novoletne praznike pa božič vse igra, tako da je poleti daljša pauza in vsako leto grejo vsi v Ameriko k njemu. Hudo. Tam ima itak ranč, pa ne vem kakva hiša in veš, sem pol izvedel, da je on pač v bistvu familija z njim, ne, ampak nisem mu nič rekel. Sam, ko je prišel na priprave poleti, je rekel, nekaj imam za tebe, pa Hudo. jaz, kaj imaš za mene, ne, Tudi ti- prid malo na avto, pa dres. Jaz se ga imam na Instagramu poslikan, lahko pokažem pa. A lahko jaz višam? Komod. Jaz imam pa res tiste tekme, ki smo jo prej omenjali. Ja, Ja. od igralca, ki se mi edini gor ni podpisal. A še zdaj ne? Vse podpise imam, ki so se direkt njemu sicer podpisali na dres, pa mi je pa je on, logično, da on ni. pa mi je on podaril pol ta dres, Saša Zagorac, pa ga moram dati v okvir. Tlele. Stari, če to ni najdražji dres v Sloveniji, pa tudi ne vem zdaj. Ampak a veš, kaj je najlepša? Zdaj ne smrdi več, veš, kako je lepo dragocen. smrdel. A je, ne? Pa po šampanjcu, mislim, Ja, si v ohu, pač penino si v ohu, Ja. gor, tako res. Tist, se spomnim, kam je tako prinesel, pa mi je tako vrhuno vrečko, tako prav tako pomečkan dres, Ja. sem odprl, pa tako stari, kaj ti si ven udaral. Tako, le je rekla, tega ne boš imel doma. Ja. Ampak pol s časoma se to, tako da zdaj... Jaz mislim, da si folk ne predstavlja tega, koliko to smrdi, ne. Ne, Res, isto naši dresi, veš, po eni strani še mi imamo pa blato, pa Ja, trava, to. pa to. Pač, mesto moja, ne vem, če kdaj pustiš torbo, pa kopačke, pa te kakšne drese, ko preneseš iz tekme, to je kot kuga, napravi. Ampak ko prije v slačilnico k nam, ne, zdaj, ni dobenga več not, ona bi lahko bruhala, veš. A ti si vsak dan v tej Fuck, slačilnici, se ti sploh več ne zdi, da, da Še se kar- udari. Danes je še kar v redu. dobro smo zaružili. Lej. Ja. Jaz mislim, da je bilo točno tisto, kar sem pričakoval. Ja, jaz sem nekaj kao pisal, ko vam vprašal. Pa. Pul imam rad dirkanje, ja, če smo že rekli formulo, rad Ja. go-kart vozim. A res? Ja, To pomeni, da gremo lahko kaj V pelet. Hajdošah, ne, jaz tam čez blizu doma. Ja. V bistvu 500 metrov. Da gremo užgati eno. In
Ajde, z vami si ne morem verjetno iti, ampak Ne. nikoli me doben ni A res? premagal. Ne. Mislim, Veš, to pri gokartu- šli smo vedno z ekipami na te team buildinge, pa to vedno sem bil najboljši. Jaz Da neko žilco imam za dirkanje, rad imam ful dirkanje, sam. Daj, gremo. Lej, pa jaz kar zdaj tako pravim, enkrat, ko bo priložnost, ne, ali tam Slovenija vas Hajdoše, to se pravi dama za vse karting pista, ali pa če ne drugega, pa pičemo v VUP. Pa je to. Jaz sem za. Ej. Mislim, zdaj, nočemo te obremenjati, kot tvoja partnerka, po mojem, že tako. Jaz sem to zdaj razmišljal, ko bo priložnost. Uro 40 te zadržujemo tle, pa že tako si rekel, da si totalno busy. Lej, ful ti hvala. No. Ja, čakaj, stari, zadnje atmosfersko vprašanje. Ja, prosim, lepo, kaj bo tvoj prvi avto za en? Moj prvi avto je bil Mercedes A klasa. Dizel. Volan na desni, ja. Ročni menjalnik. Moram reči, da sem bil res ful zadovoljen z njim. Mislim, tudi sem imel malo privilegij, no, da sem že takrat, veš, ko v Angliji lahko za 17 narediš izpit, eno leto prej, pa pač normalno voziš brez spremstva, ne. Da sem si ga tudi takrat lahko že privoščil, no. Koliko te pa kaj zanimajo avti? Me kar, ampak nočem preveč o tem razmišljati, ker veš, te hitro kaj potegne, pa želje, pa to. Potem po 4 letih sem ta avto dal stran. Ko sem prišel v Olimpijo, smo imeli neke klubske variante, pa sem imel B klaso, isto Mercedesa, pa sem si kar hitro vzel AMG A45, raketo. Kar stroj. Go-kart. Ja, malo sem ga tudi čipiral, pa je bilo tako res fajn, sam pol pa otrok, ni prostora družina, ja. in pol sem mogel menjati za nekaj večjega, ne. Ampak ja. Cool. Imam rad hitre avte, pa to, no. Škerga sem vozil od Flisarja Mustanga, 5.0, tist mi je bil. Dober stroj, ne? Usedel noter, res. Čekaj, on je imel nekaj rumenga, ne? Rumenga, ja. Ja. Se spomnim. To je avto narejeno krog motorja. Mislim, avte, da imam rad, se vsak moški, mislim, da jih ima rad, ne. Ampak veš, kak je to tam v tem klubu, recimo v Angliji, pa ko pač imaš te milijonare tam, fuzbalerje, pa ima en Aston Martina, en ima, veš, vse te avte pol vidiš vsakodnevno, ne, in ti ni tako, wow, ko nekaj vidiš, ne. Lej, dobro, da te okužil s supergami, pa ne z avti, ne. Ja, to sem se jaz tudi lažje, pa da zbiram superge, eni zbirajo ure, ne. Ja. Tisto še krat 100 finančno. Ful imamo enih upravičil, ko prijemo domov, pa tako, pa saj sam superge so. Ampak, ker matematično gledano, ne, ti imaš za en par, ne, in ti boš 100-krat nosil, pa jih boš nucil. Jaz pač imam 10 parov, pa vsakega 10, veš, na dolgi rok isto bomo potrošili. A veš pa, kako jaz to doma upravičujem, pa tako, pa lepa, kupil sem jih za tok pa tok, zdaj so pa vredne tok pa tok. Pa jih v lifeu jih ne bom prodal, vse bom nosil, a veš, ampak tako, ful je razrasla vrednost. Če jih imam enkrat na mesec gor, čez 10 let bo še vedno vredno, ne. Tvoje ne bo čez 10 let. Ti už v 10 letih boš ti isto kupil 50 parov. Kva smo mojstri zgovor. Ful dober, Timi, ful ti hvala. Za karting pa velja, ne? Absolutno, ja. V priliki, pa nekšno tekmo letimo. Prijemo gledati. Jaz sem zelo Pomod. Mogoče preveč na basket hodimo, pa to moramo še malo. To mora biti evropska tekma. Pa sej bo. Da se neki gre. A pa kak derbi z Mariborom, sam je glih zabil. Drugače, Slovan Bratislava je čez 2 tedna. Evo, lej. Tukaj v Stožici. Kje si čez 2 tedna? Sle. Četrtek. Ne vem, najbrž. Vse se ujame. Pol pa imamo Ferske otoke. Repka. Ne, zdaj imamo 6 tekem, imamo do decembra evropsko, ne, 2 Lil, tam pa doma, pa Ferski otoki, tam pa doma, pa Slovan Bratislava, tam pa doma. Jaz se Ferskih otokov sam spomnim, če je Repka kaj igrala. Ja, se jaz isto, ja. A se spomniš, pa zdaj ne vem, spomnim se te tekme, ampak nekdo je nabil čez štadion, stari pa je skoraj v morju končala tista žoga. Ja, pa nam so rekli, da je kao pista krajša in da sam določeno število pilotov zna taka letala tam pristati, pa da moramo iti tankat na poti nazaj, ker lahko veter tja ful piha in ni... To so te detajli, ja, veš. Lej, to so te čari. Tudi to poveže ekipo konc koncev. Neuspešni pristanki. A smo tankali, ja. Timi, ful hvala. Ajdi, čau. Jaz imam en tak občutek, da bi bilo še na 4 ure zdaj ne bi. Pa se to je to, veš. Alright. A smo te preveč zadrževali? Sproščeno? No ne. Ja. Jaz se itak vedno zapričam, ne. Ampak danes je še malo govoril.